Če kaj reže slučajno kako glavo, povej kaj. 1, 2, 3, 4, 5. Nekaj več. Koliko si smotan? Hvala. Hvala na komplimentu, vračam nazaj, ne, peto pizdo materno. Evo, čak da vidimo. Tle lahko preklinjava, Pa veš, da ne, lahko. svoboda. Dame in gospodje, dobrodošli v še eno epizodo podcasta Brez dlake na jeziku, kjer bo danes zelo pestro, zelo zanimivo. Mislim, jaz saj upam, ne, če ne vem, kaj delaš tu. Jaz tudi ne vem. Z mano je, kaj ne rečem, ne, zelo nagajiva, zelo glasna, provokativna, zelo poredna, zelo vplivna, ne, novinarka, TV voditeljica, pisateljica, ženska, ki dviguje prah, ženska, ki si je seks v Sloveniji izmislila še preden sem jaz za njega vedel. Ne. Torej, edina oseba v Sloveniji, ki ve o seksu več kot vem jaz, kar me malo skrbi. Sigurno. Skratka, bila je tudi v kmetiji, o tem napisala knjigo, napisala tudi biografijo Jonasa Žnidaršiča, pazite, opala, in da ne boste mislili, da se ona samo zafrkava, hodi po Afriki, seksa s temnopoltimi možaki, nosi majico rojena v Jugoslaviji in tako naprej. Ona je tudi velik dobrotnik bila svoj čas, dobila par lepih nagrad, odkrila celo eno družino, po kateri so posneli potem dokumentarni film, mislim, da je Rok Biček celo to zgodbo posnel. S pomočjo tebe je ta družina potem dobila tudi svoj dom, ne, skratka, ženska mnogih talentov, tudi skrivnih seveda. Dame in gospodje, z mano je Alenka Sivka. Alenka, dobrodošla v moj podcast. Zdaj si že vse v meni povedal. Ti mi roko pizda, te strah ali kaj pizda. Ja, dobro. Malo se bojim te zlate tvoje barve. Se prav. Moraš imeti respekt. Moraš imeti respekt. Zdaj si že vse v meni povedal, zdaj lahko grem. Ne, bomo zdaj raziskala vse to, kar sem povedal. Ja, tako. Zdaj, Alenka, predno bo šla na kmetijo, ki je trenutno aktualna, te moram vprašati prvo, čisto takšno splošno vprašanje. Ne? Zdaj, kdaj si nazadnje seksala, s kom in kako je bilo? Danes. Kaj? Danes. Jebemo, ne boš verjel? Pa zelo tako nasmejam. Ja, itak. Pa s kom? S kakim znanim, kakim poslancem našim? Ne, ni znan, je pa zelo veliko mlajši od mene. Ja, klasika. Tipček je že hodil nekaj okoli mene in je danes prišel pogledat moj vrtiček in potem sva pač obdelala moj vrtiček in je bilo to. A veš, najboljši moški pridejo večkrat v življenju, sem ugotovila. Res? Evo, še že čuje rešilc. Ti, ki imaš rad filme, to je rekla Anne Bancroft v filmu Velika pričakovanja. Gwyneth Paltrow. Ja, nova verzija, ja, bravo. Ki pridejo, moški se ponavljajo v življenju, tudi meni. Z nekaterimi, ki recimo že nisem bila par let, pridejo spet, pa se imamo fajn, pa spet grejo. Ampak imaš kako pravilo, po kolikih letih ga znova spustiš vase? Ker že malo pozabim, zakaj sva se razšla, recimo. Aha, takrat. Ti pa, kaj imaš tu neko obsesijo z mladimi? Čak predno odgovoriš, smo dala mi jaz to snemat, pazi, to bi bil greh, da ne bi dala, smo dala. Na 69 je bilo. Čuj, da mi reči, ta obsesija tvoja z mladimi, kot neko vampir, tudi recimo, če si gledala te vampirske filme, so tudi vedno iskali device, mladost, recimo Lestat je iskal mladega Louisa, da je podoživel mladost. Zakaj je recimo te mladi tako intrigirajo? Če že lahko izbiram, imam rajš mlada telesa, kakšna stara, da ne rečem zavaljena, bela, razumeš, rajš imam mišice. Bela, tudi beli ne smejo biti, kaj? Mladi in še temni, temnopolti. Temnopolti so res lepi, sploh če pogledaš Masaje. Imajo krasne obraze, mišice, a veš, telo definirano, brez da bi bile enkrat v fitnessu. A veš? Pa čakaj, ti si kaj, bela Masajka potem? Recimo, ker ona je šla v Afriko, je odkrila seks, sicer je iskala ljubezen, ampak je odkrila seks. Ja, ona se je poročila pa to, a veš, jaz ne grem tako resno, pa tako globoko, ne bi. Jaz pač, veš. Ja, ampak Alenka, da te vprašam, se pravi, če zdaj razumem prav, mora biti temnopolt in še mlad, pa še mišičast. Ja, pa lep. Pa angliško mora znati. Zdaj pa že prediravaš. Da se lahko pogovarjamo. To pa zdaj že imaš zelo zahteve, to imaš pa velike zahteve, ne? Ja, sorry, ampak mi kar gre. Ja, ampak ti Masaji tvoji, oni vedno imajo radi te belopolte turistke, ki pridete iskati kaj, zabavo tja. Ja, eni imajo radi denar, pač tudi, eni imajo radi ženske, eni imajo radi oboje.
Jaz se s tem ne obremenjujem, kaj preveč. Pa jih moraš plačati? Ne. A to pa ne? Ne. Imaš gratis? Gratis, zaenkrat če. Okay. Če pa bi treba plačati, Ja, boš bom pa pač plačala. boš plačala, ja, seveda. Denar mora krožiti. Ja, seveda. Moraš malo spodbujati gospodarstvo afriško. Ne? Lej. Zdaj je bila eno novinarko, sem poslala dol, je rekla, grem na Zanzibar, pa še en denar mi je nesla dol. In rečem, sam ne ukvari se z Masaji, pusti Masaji primer, zato ker, a veš, ker ti bojo dvorili in videli bojo tvoj denar in ne padati na Masaje. In tam 1-2 dni mi je še razlagala, da je prijateljica rekla, da ne smejo, ne? Ja. Da se ne sme z njimi ukvarjati. 3 dni je napisala, Alenka, spoznala sem najlepšega moškega, kar so ga kdaj videle moje oči. In sem rekla, konc je s tabo, konc je z mojimi nasveti. Lej. A veš, oči rade vidijo lepo, ne? Sej kaj? Ja, ampak mislim... A veš, se tebi je tudi verjetno tvoja žena? Ja, mi je ja, hvala. Všeč, ne, Monika? Hvala, ja. A veš, sam je belopolta, ne? Ja. Pa nima sajka, ne? Ja, lej, pač Ja. vsak ima svoj okus. Tako je naneslo, ne? A veš, no, pa te vsem vprašam, zdaj, Lenka, če Ja. si že omenila te Masaje, ne? Ja. Bom rekel, pa te tvojo obsesijo z temno poltjo in mladostjo in tako naprej. Ja. Kaj pa spodaj, ne? Bom rekel, ti njihovi falosi, če uporabim strokovni izraz, je to fama, da so ogromni, poskočni, ali to res drži? Ker imamo neke klišeje na svetu, ki naj bi držali, kaj ne, ampak ti se z prve roke nam to lahko obelodaniš, ne? Ja, vzorc imam kar precejšen, ne? Ja, seveda. Ja, tako da drži. Drži. Pa Ja. kaj to pomeni? 20+? Ja, sigurno. Vem ti, pa Pa sej ne vsi, a ne, ampak Ja, a najdeš veš, zdaj, če je Masaj visok 2 metra, kaj misliš? Ja, ne vem. A ne? Ti mi povej. Mislim. Ja, Ne za mene mislim, vprašati. nič čez 20, a ne? Ja. Normalno. In? Ja. Je to v redu? Ali? Ja, seveda je v redu. Ne boli? Ne. Ne. Stvari je Če vse prav naredi, Ulaufa na si. Ja, a ne? Ne, ker glej, vem, da ženske sanjajo, mnoge ženske sanjajo o teh temnopoltih, orjaških penisih, nekih fantazijah svojih, samo pa jih mnoge probajo, pa rečejo, pizda, ni bilo tako fajn, kot sem si mislila, malo je bolelo, nisem ga imela kam dati. Je fajn za občudovati, ne? Jaz se spomnim na erotičnem sejmu v Ljubljani, nazadnje, ko sem bil voditelj, je bil en temnopolt performer, po mojem je imel takega, ne? Dal je gor 2 Red Bulla, je dal gor na njega, na erekcijo. Vidim, da ti se dopade. No, ampak pazi, ne? In pa sem si predstavljal pizda tisto svojo veliko zgodbo, kam to on utakne danes, rekel je, Benti, rad bi to punco vse spoznal, da mi pove z prve roke. In zato te vprašam, ne? Ti pa praviš kaj, da to ni problema, da gre z levo roko, ni problema. desno roko. To vse, a veš, vse točke, od G do Ž. Odkrije nove točke. Nove točke. Pa kaj si ti mal naj? Jaz pa nazadnje z belcem bila. Ja, danes. A do ta pa je bil belc? Ja, ta pa je belc, ja, seveda. Ja, v Sloveniji imam belce, kaj čem drugega. Ja, mislim. Pa kaj, mislim, poročena predvidevam, da nisi, ne? V resni zvezi tudi ne, ker sem ne? pametna ženska. Ja, v resni zvezi tudi nisi, ne? Tudi ne. Ja, pa koliko, mislim, menjavaš ti teh ljubimcev? Dnevno, tedensko? Kje smo tu? Šteješ, kaj? Pravim, eni pridejo nazaj, eni odidejo, veš, eni se pojavijo na novo, mislim, lej. Ja, no, ampak ne, veš, kaj me to vprašuje? Res ne štejem. Nekaj, glej, noben od znanih Slovencev ne upa govoriti o številkah, razen to neko šmrl pri meni se je zarekel in je to postala cela afera. Je rekel, da je s 500 spal in je pol to bila cela norija in je zanč na enem drugem intervjuju rekel, da nikoli več nikjer nič ne pove, ker je sama pizdarija, ampak vse, imaš vsaj približno številko. Mislim, ne vem. 3 mestna, 4 mestna. Res jih nisem štela, no. Ima pa približno. Pa tam okrog 100 bi jih pa lahko bilo. To pa ni, ne vem kaj. To 3 mestna, si me pa vsem malo razočarala. A sem te? Sem pričakoval malo bolj konkretno zgodbo. Glede to, da se hvali s tem. Bom štela, pa ti bom preštela, približno, pa ti bom No pa letos, koliko jih je bilo? Letos, ja. Te Masaji pa to. Ja. Pa ene par belcev. Ja, okej. Pa je to, no, ene 5 rečva. Ja, sej šele kakir mesec je, maj. Ja, no, lej, 5 mesecev. Gleda, da se ti ponavljajo eno in isto. Ja. Nekaj, veš, malo se moramo pošaliti, ampak ni zanimivo, Alenka, si razmišljala, malo sem spremljal pač te tvoje objave in to. Koliko ljudi to razjezi. Fri zgodba, fri ženska, ki pač uživa, ki jo boli kurac, to, vem, da so te mnogi prebili na križ, kot da si Ivana Orleanska pizda, kot da si razumeš, ne? A veš, jaz v seksu govorim že 30 let. Ja, ki sem imela tudi vdajo o tem, tako. Veš, vse živo. In letos sem samo omenila, da mi je en tip v vodi nekaj govoril, kako me bo masiral in da sem bila zmenjena zvečer za na plažo. In folk je znoro, jaz ne vem, kaj jim je. Ja. A veš, mislim, take grde pripombe, a veš, dej, mislim,
to mi gre res na živce, ti grdi komentarji. Dej, napiš nekaj lepega, tudi če se ne strinjaš, a veš, meni je vseeno, imaš lahko drugačno mnenje, sam ne pa teh grdih, nevoščljivih, a veš, prav umazanih komentarjev, tega pa ne maram. Pa zakaj pa misliš, da so ljudje tako te obsojali za takšno, bom rekel, malenkost na sezadnje? Če bi vedeli, kaj res počneš, bi te ubili, ampak zakaj misliš, da so te obsojali? Ne vem, zato, ker sem starejša, verjetno ženska, to misliš, da jih je zmatralo? Starejša ženska mora biti doma, nevidna, ne sme govoriti o seksu, ne sme seksati očitno, ali pa samo pod kovtrom zvečer, pa še to čim manjkrat. Mora biti, se mi zdi, da se ženska čim bolj spet vrača za štedilnike, a razumeš? Da ljudje to kar pričakujejo, da bomo ženske tiho, pridne, mirne in doma. Ej, ne bomo. Ampak misliš, je to, ker jaz sem imel vdajo erotično, Gardnerjev bordel 8 let, in sem se trudil, da bi pač malo odprl ljudi in to, in sem potem na koncu po 8 letih ugotovil, da mi ni uspelo nič. In da celo smo šli nazaj. Moje mnenje je, da smo, kar se tiče erotike, seksa, svobode, glede tega, spomni se zdaj malo nazaj, kakšen škandal je bil te orgije v teh termah. Se je najdlo par ljudi, razumeš, ko so to tako obsodili, kot da bi tam najmanj klal ljudi, pazi, ne? In sem se vprašal, mi smo imeli Woodstock, mi smo imeli 70, mi smo imeli 60, mi smo imeli odprte zgodbe, pa tudi če gledaš zdaj filme, za nazaj se prizore reže, se cenzurira. V slovenskem filmu zadnje čase je tudi seks zginil, včasih slovenski film brez seksa ni obstajal, pa Boštjan Hladnik, recimo, kaj je že počel, ne? Kaj se je zdaj, recimo, po tvoje zgodilo, da je takšno čudno stanje glede seksa? Se jaz motim, ali tudi ti to opažaš? Opažam po teh komentarjih. Mislim, da gremo nazaj in v desno, kot sem rekla. Lej, sem imela to vdajo v seksu pred 35 leti. Nihče me ni na križ prbijal. Lepo smo govorili o seksu. Veliko ljudi je klicalo to mojo vdajo. Še danes mi kakšen reče, ko me sreča, ti si me naučila vse v seksu, zaradi tebe še danes, a veš, znam lepo seksati, pa to, kaj boš pila, razumeš, častijo me, spomnejo se te vdaje. Noben je imel nič proti. Če bi imela danes to vdajo, jaz ti povem, da bi me sežgal na grmadi. No, jaz sem se 2 leti pa pol nazaj odnehal, sem se tudi po moje še prav času umaknil, meni so avto, so mi prefarbali z grafiti, so tudi, ampak jaz sem ustrajal, 8 let jaz imel prav mi smo imeli res na polno vdajo, ampak res hočem reči, tako si zdaj rekla, če gledaš, se nobene takšne vdaje nikjer več ni, dobro, imaš pa podcaste, določene punce to furajo, to sem videl, dobro delajo, jih moram pohvaliti, v bistvu tudi gostniki, hvala Bogu, da je vsaj to, ampak takle neka vdaja v nekem prime time radio, jaz mislim, da niti ni mogoča, ker bi oglaševalcev ne bi dobil, bi bil problem, in to leta 2026. In še nekaj omenim, 2-3 leta nazaj, so se menda še nazadnje prodajali pornografski DVD-ji in so jih prvič v zgodovini so naslovnice prekrili s črno barvo. A res, ker je bilo kaj? Ker je bilo pohujšljivo. So pač porno DVD. Bili so skozi, pred 3-4 leti so jih prekrili s črno barvo. Ja, kam gremo v britansko? Zdaj, zanima me res, še enkrat te vprašam, a je to možno, da dejansko se gre nazaj, čeprav bi mogli iti naprej. Mislim, to me res zanima, pa do kje bo to šlo, glej. Če dalje več se pa počne teh prepovedanih stvari, pa perverzij, pa zlorab tega, viš, to pa na polno šiba. Ta zdrava erotika, zdrav seks, zdrava spolnost, free, kurva, to je pa kar nekaj prepovedano. Ja, sej mogoče ravno zato, veš, ker ni te normalne spolnosti, se pojavljajo deviacije, vsaj po mojem mnenju. Pa mi, da ljudje so se začeli seksa bati, ali kaj? Kaj pa vem, ne vem, ne morem. Ali pa v njemu govoriti, jaz vem, bili so primeri, še sem jaz to vdajo imel, je rekla isto, ne smem ti preveč razlagati o seksu, ker bom zgubila oglaševalce. Bom zgubila svojo publiko, bi rekla, ko pa zdaj to je ta razlaga? No, vidiš, puritanstvo, čistunstvo. No, in ko si ti videla komentarje, recimo pod svojimi objavami, kaj si si mislila, no? A veš, jaz jih še nikoli nisem brisala v življenju, nisem brisala komentarjev, te pa sem, ker so bili res tako grdi. A veš, pa kaj si ti učitali? In na moj spol, in na mojo starost. A veš, pol mi pa en debu zavoljen tip napiše, s palco se te ne bi dotaknil. A veš, ampak pa so ga drugi, na srečo, drugi so me branila, moji
pač feni bom rekla, jaz se tudi tebe ne bi, poglej se, kakšen si. Jaz nič ne odgovarjam na te grde komentarje, ne morem. In zgražali, ne vem, in kakšen je ta temnopolt, pa da ga bom kar Slovenijo pripeljala, pa, rasistične, seksistične, staristične, mislim, vse sorte pripombe. Ja, nekaj to, se pravi, jaz sem malo čekiral, mislim, jaz sem bil zgrožen, jaz nekaj pa pizdo materno, a sem jaz malo zmešan, ali so ljudje šli v pizdo materno, ne rečem, da zdaj ti namerno bi rekla, evo, tule sem, dan sem se dala dol z 10, pa tudi če se bi, tvoj problem, ampak bi rekel, ok, Alenka, tu pa zdaj pričakuj, da mogoče se pa bo kdo v glasu, ker si pa zdaj rekla, da se greš orgije, da pridite belke, da vas bojo črnci kresnali, bi rekel, tukaj pa pričakuj, da pa ne bojo rekli vsi bravo, ampak za take male stvarčice, tukaj sem pa šokiran, da se to dogaja in res se bojim, dejansko, bojim se prihodnosti, kam to pelje, in a bo spet ženska ta zatirana, bom rekel, Marija Magdalena ko ne bo smela nič, ali bo ta poganska ženska, polnokrvna, šla k vragu, pa bo spet sankarjanska mati prišla nazaj in to ne vem, ki smo. In jaz bom že poskrbel, da moja Monika je taka, kako mora biti, če ne se ne bi z njo poročil, je krasna, čudovita, sem zelo vesel, ampak gledam druge, gledam prijatelje, gledam fante, se menim gor dol, vsi so člani bolj razočarani, vsi se vse bojijo, punce se bojijo odpreti, mlade norijo tam od 16 naprej, pa je koliko problemov zaradi njih, veš, pa mame tarnajo, kako so mlade ponorele, te pa se zgleda upirajo, ampak 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, to pa moraš biti nula. Pa konc. V tem je zgleda problem, da pa ne smeš biti več. No in ti, kot da ti ni bilo dosti to z Masaj, še ti oblečeš majico Born in Jugoslavija in so te še bolj nabili na kurac. Kaj je bilo pa to zdaj? Jaz sem res rojena. Se to je pa največji hec, ne? Ja, se si res rojena tam, ne? In dobro sem se imela takrat, itak si mlad. Otroštvo je lepo, razumeš. Vse je bilo super in jaz sem to majico prav kupila za to priložnost, ko smo šli petankat na Hrvaško. To tako se ukvarjaš s tem, tako neke vrste balina, ni to, ne? Tako, imaš balinske kugle, pa balička in to zelo rada igram že 20 let. In jaz kupam to majičko in grem čist, pač res brez vsake misli o provokaciji tja. Igram z njimi, oni so še tam na tem, a to je bilo v Vodicah, Dalmaciji, tam so v ženskih meni hodile, koliko imaš dobro majico, a mi daš to majico, a mi jo prodaš, a veš, ful so bile navdušene. Potem, ko je bilo pa konc turnirja, je pa menda začela ena ženska, ki ni bila povabljena na turnir in je bila seveda mečkan jezna in je videla to fotko, mojo, tako jo ni bilo tam. Vidi fotko z mojo majico, ki me je ena druga fotkala in se je začel, kakšna majica, to bi bilo treba policijo poklicati, turnir prepovedati, a veš, mi smo trpeli, mi smo bili v vojni, oni niso bili v vojni in tako, a veš, in pol iz tega ratala taka kolobocija, da sem jaz oh my god, res nisem tega hotela. In a veš, sem se jim upravičila in se zdaj me spet vabijo, jaz sem mislila, da bom smela en let na Hrvaško, da me bo že na meji, da imel moj plakat pa prečrtan, veš, Sivka ne sme na Hrvaško, ampak Alenka, me spet vabijo, tako da so pozabili. Ampak če vskočim, dolga leta si v novinarstvu, knjige si pisala, takšne in drugačne članke, na televiziji si bila, marsikaj si dala skozi, ampak leta 2026 mi razlagaš o stvareh, jaz sem prepričan, da prej se ti kaj takšnega ne bi moglo zgoditi. Kaj zdaj, ali je po covidu se ljudem odfukali pizdarija, ali je Facebook to kriv, da lahko pa te državna omrežja, da po novem, jaz sem se zanj menil z enim tako bolj resen gospod, je rekel, Iztok moj, danes je vse sporno, vse nevarno, vse provokativno, vse moraš paziti, pa če rečeš, da je sonce, se bo najdel nekdo, ko bo rekel, da sonce ne obstaja, da kaj bi ti rad, ampak te vprašam, te politične teme, seks teme, to so pa ljudje so podivjali. Zdaj, zakaj misliš, kaj se je zgodilo z našo družbo? Ne vem, veš, tako nas skozi delijo, delijo nas na leve pa desne, delijo nas na, ne vem, priseljence pa domače, pa na A razumeš, skozi vlada in vsi nas skozi delijo, zato da nam lahko vladajo, vse to je logično. In mi se pustimo deliti, a veš, to je žalostno. Vse imamo levi pa desni, imamo iste želje ali pa iste potrebe, mi rabimo eno fajn državo,
a veš, v kateri bomo dobro živeli. Sej jaz mislim, da še vedno dobro živimo. Ampak oni dejansko nas delijo. A veš, to je njihova, ko bi rekla, njihova želja, njihova potreba je, da smo mi razdeljeni, ker potem se lažje dobesedno norca iz nas delajo. Ja, in pol v bistvu ena taka objava, to kje vzbudi, ker jaz sem bil, recimo, smo bila z Moniko, malo nazaj v Kumrovcu, ampak je bilo pa zanimivo, sem posnel noter, en tak video sem naredil kratek o tej Titovi hiši noter, in ne boš verjela, velika večina je bila navdušena. Je nostalgijo obudila, tu pa tam se je seveda najdlo, ampak sem bil presenečen, mislim, da je bo na križ prebil, pa me tokrat na sredi, nisem mislil, da je Tito je car, Tito je glavni, ampak napisal bili smo na obisku, tole je Titova hiša gor dol, ker kadar jaz zapišem kak napis, ker mi je pač Tito bil cool zaradi teh hollywoodskih zgodb, zato sem jaz njegov fan, tiste ta grde stvari, jebi ga, to se malo včasih spregledam namerno, ampak hočem reči, sem bil presenečen, da to pa ni usekalo tako negativno, kot bi. Zdaj ne vem, ali sem imel srečo, ker video je bil viralci, tam skoraj 200 jurjev ogledov je naredil, pa ni bilo veliko negative. Ja, jaz tudi mislim, da ima večina Slovencev še, bom rekla, lep spomin. Ja, samo to je bilo po moje prej izjema, kot pravilo ta objava. Ja, tako. Veliko pa, vsej vemo, veliko, kaj je Tito tudi počel, a veš, groznih stvari. Ja, žal. Žal, ampak lej. Ja. Pa še nekaj, bom rekel, kar sem bil tudi presenečen, tudi sem posnel video zadnjič, kjer sem rekel, da ne mi pizdo materno neha folk težiti za otroke. Da sem star, bom 52 let, moja žena bo stara 49 let, otroke že ima odprej, sem rekel, nehite mi pizda pisati s temi kurčevimi otroci, ker vas imam poln kufer. Sem se malo razjezil, malo v šali in ti tudi povem, 99% sem bil šokiran, bravo. Super, fajn si povedal, zakaj se ljudje vtikajo to, počitek, jaz bi rekli, kaj ti, če nimaš otrok, ne, viš, in sem bil spet, so mi pokazali, da pa, kar je redko se zgodi, ker drugače usekajo po tebi, ampak sem videl, neko upanje očitno še obstoja, da pa čisti ljudje, pa vse niso šli v kurac, tako da jaz upam, da tvoja naslednja objava v Masajih ne bo tako grozna, ali pa moraš večkrat to narediti. Tako meni rečejo, zakaj pa preklinjaš? Pa rečem, pa pizdo materno, celo življenje, dajte se že enkrat navaditi, da isto Gardner preklinja, mir in da ne bo nikoli drugače. Kaj kurac ste tečni, Pa skozi, pa kaj preklinjaš? Pa pizdo materno, tako je, razumeš, Jaz rečem, bojte se tistih, ki ne preklinjajo. Tistih se bojte, Zdaj pa Lenka, če malo zatavamo nazaj na to tvojo kmetijo, slavni, ko si bila, pa si potem napisala tudi knjigo Kmetija slavnih norcev, ki se by the way tudi zelo dobro prodala. Pa recimo zdaj ta kmetija, ki tudi poteka, je pa neka mešanca med navadnimi in slavnimi, ali so vsi slavni, se ne spremljam tako natančno, ampak da te vprašam, mogoče zdaj to, kar ljudje vedno ugibamo, zdaj, ko lahko poveš, kak ne. Jaz imam idejo, popravi me, če se motim, da je tam vse scenaristično določeno. Tvoj lik, kaj boš govorila, kako se boš obnašala, kaj predstavljaš, ali dejansko vsi ti preobrati, se res, jaz to ne verjamem. Če mi zdaj rekla, da nimam proti, ne bom verjel. Nimaš prav? Res ne? Ja, se to me veliko ljudi sprašuje, ampak saj pri nas je bilo tako in sigurno je tudi zdaj. A veš, mi smo bili tako pač izbrani. Pa kjeri so bili takrat? Artur Štern, Latoja. To je bila prva? Ta kmetija slavnih. Jaz bil povabljen, pa sem rekel ne. Marjan Novina. Pa sem napisal celo članek, da sem zavrnil kmetijo slavnih. A res? No, a vidiš, lahko ti je žal. Evo, to je bila ta prva kmetija. Goran Breščanski, Maja Prašnikar. To je bila ta prva. A veš, Salome. In ko daš ti res dejansko toliko norcev, posebnežev, na kup. To se dogaja isto na polno. Mi smo se kregali, mi dve Salomeja, veš, ona je imela lihune hormonske neke spremembe, zjutraj se še brila, in je bila sitna, veš, kad te hormoni so hudič. In jaz sem bila pa tudi neki, ne vem kaj, nadrkana in sva se kregale, razumeš. In Artur Štern je svoje počel, z Latojo sta seksala tam nekje, a veš, kjer sta lahko. Mislim, vse se je dogajalo, oni so sam spustili te norce na kmetijo in se je vse dogajalo samo po sebi. Tako, kaj treba. Nobenega scenarija, nič ni bilo treba. Če smo imeli kakšne težave, smo jih malo poklicali, pa so rekli, dajte se pomiriti, a razumeš, še preveč se je dogajalo. Sam jaz tako gledam, jaz ko gledam, mislim, se ne gledam, ker sem nehal na neki točki to gledati, niti nisem imel cajta, me zanima. Ampak veš, zakaj hočem reči, pa se vprašam, pa čakaj, si res pisa tako glupo resnic, ali moreš igrati to,
Lej, vzamejo ti telefon, ne moreš poklicati nobenega domačega, pogrešam te, a veš, tukaj sem samimi norci. Računalnik ti vzamejo, televizijo in vse, kar se dogaja, se samo dogaja med tabo in nekimi naključno izbranimi ljudmi, ki ti grejo na živce. So res spontane reakcije. Absolutno. To jaz ne verjamem. A veš, zaprci, ne moreš nikamor. Jaz ti to ne verjamem. Jaz ti to ne, ker jaz vedno, ko kdo komentira folk, pa kak je ta rekel to, pa rečem pa pizdo materno, če smo naročili, da more. Veš, ti pa trdiš, da ne. Ne, nič nobenemu ni treba naročiti. Materna. To je eksperiment, a veš, to itak daš ljudi. Če so pa rekli za Big Brother takrat, da je pa mogo se razjeziti na ukaz, da je bilo zmenjeno tako, da se bo drl, da bo norel, da ni res znorel. Ne. Produkcija samo snima, oni se nič ne vtikajo, a veš, oni te pokličajo, nekaj vprašajo, poveš, drugače se pa itak vse dogaja. Se pravi, nekdo ne vem, ko je negativen lik, je res tak, ali kaj hočeš reči? Seveda. Mu niso naročili, da mora biti negativen. Ne. Sej že prej greš ti na neko psihološko oceno. To vem. In oni točno vejo, kdaj te bo odnesel, mislim, da boš eksplodiral, da se boš kregal. A veš, za Salome so točno vedeli, da se bo kregal. Razumeš, ker je taka konfliktna oseba, a ne? Pizda. A veš, za Arturja so vedeli, če mu vzamejo pijačo, da se mu bo mešalo. In se mu je, a ne? A razumeš? A veš, to je že sama po sebi. A veš? Ne? Ampak zakaj si pa šla recimo v to kmetijo? Ti je bil izziv, ti je bilo kul, si rabila promocijo ali denar ali kaj, zakaj si šla? Jaz sem šla lih z namenom, da napišem knjigo, ker sem pač novinarka in so mi to dovolili, drugače ne smeš napisati. Sem prav zahtevala, a veš, podobi aneks. Da imaš pogoj, razumem. Da lahko napišem. Drugače mislim, da 3 leta ali kako ne smeš. Pa v produkciji ne smeš pisati. Pa v bistvu me je zanimalo, kaj se bo dogajalo. In meni je bilo lepo, ti moram reči, ravno zato, ker nismo imeli televizije, računalnikov, telefonov, tam smo bili nekje na Črnem vrhu, zvezde so bile zvečer, veš, glasbeniki so bili Breščanski, je na kitaro igral, pa pel, kar si hotel, je bil, a veš, živ jukebox. Ta Daniel Popovič je prišel. A veš, mislim, tam sami glasbeniki, Fredi je bil, Marjan Novina, oni so nam vsak večer pel, imeli smo se lušten. Edino, kar je bilo zoprn, so bile te igre, a veš, da smo mogli en drugega izločati, ampak to je pač igra. Ampak ti pa ni to glupo, recimo, da je šova že znavni konc, ker to se za nazaj snema, pa je pa tudi folk že odzun, pa že objavlja stvari, ki nima več nobene veze s kmetijo, a dejansko so tam že not, oni pa že, ampak ni to trapast. Drugače ne gre, a ne? A veš, ne more biti live. Ja, prej posnamejo in pol to skupaj montirajo. Ti si pa med tem že doma, ne? Ampak, čeprav mislim, da te zadnji teden, ko pridejo vsi nazaj, da še ni, takrat se še ne ve. A veš, je pa pride, približno istočasno. Kaj pa letošnja kmetija, vem, da ogromno ljudi to gleda, kak pa to ocenjuješ, letošnji šov? Mene zanima lih zato, ker vem, da so pritiski. A veš, meni so rekli, recimo v 3. tednu se bojo pritiski in boš jokala. In jaz sem jokala, kadaš. A razumeš? Res. Ker nimaš domačih, nimaš prijateljev, nobenemu ne moreš pojamrati in si ves čuden. A razumeš? In gledam, kako tudi na druge vpliva to, da so tam zaprti, da nimajo domačih. A z takega vidika pa to to mene zanima. Psihološko gledaš? Ja, pa njihovi odnosi. Pa letos so kar velik seks, ali ne? A veš, to mi je bilo tudi zanimivo. A vidiš, kaj zamujaš? Ja, ne vem, da je bila noseča, pa pol je splavila, kaj je bilo. Mislim, kar tako je. Pa še drug seks? Ta dva dvočka, neka sta Jan pa Žan. Med sabo sta seksala. Jebemo, dobro, da ne gledam, pizda, Sta taka zelo živa dvočka in sta vsak si je najdel eno ljubico. Tak je bilo to. In so se imeli fajn. Mislim, Veš se to, če daš mlade ljudi skupaj, kaj bo delati? Ja, seveda, ne. Ampak kaj pa to, kaj pa to, Alenka, ne, bom rekel ta očitek, da te šovi ponumljajo ljudi, da samo še to je, da neš druga ni, ker bodimo iskrena, dejansko vdaji izven tega je bore malo ali pa niso gledane, ne. Edine vdaje, ki jih imajo te komercialne televizije, so reality šovi. Takšni in drugačni, vedno znova. Pa Sanski moški, pa Ljubezen na deželi, pa Slovenija ima talent, pa kmetija, pa ono, pa drugo, pa tretje, pa peto, pa šesto. Mislim, jaz bom spet rekla, da jaz mislim, da ne poneumljajo. Mislim, mene ne more en tak šov poneumiti, razumeš? Pač veliko berem, a veš, jasno mi je, kaj se dogaja in mene ne more poneumiti tak šov. Tle noter so odnosi, veliko se lahko naučiš. A veš, kaj se zgodi, če enega človeka daš v nenavadne okoliščine, recimo, ne? A veš, lahko veliko pametnih stvari vidiš, a veš.
zakaj bi poneumljal tak šov, ne vem. Kaj pa ta instantna slava, ko nekdo misli, da je zdaj super zvezda, potem je pa čez en teden se ga pa pozabi, ker dejansko razen tega, da je bil v tem šovu, nič drugega ne zna. Je to pol padec na realna tla? Ja, to je 5 minut slave, recimo. Vse to, ja. Po Andy Warholu, kaj jih je 10, kako je rekel, tudi 5, tako je rekel, se ne vem. No, v glavnem, ampak ni to za takega človeka pol, ko malo gleda, da sem pa je zvezda, a dejansko nič druga ni znal, kot to, da se je tam pojavil in ni vnovčil tega, je to zajebano pol. Mislim, če ni to realen, da že prej ne ve, da slava je v bistvu je kaj je slava. Ja. A veš, a te slava kaj pomeni? Mislim, fajn, je sam, če imaš kaj denarja od tega. Drugače je prej prekletstvo, kot je pomega. Ja, tako, ja. Da dobiš pri mesarju boljši kot recimo. Slava je Kurec. Neunovčljiva. Nekaj namreč hočem to reči, no, se pravi, te ne moti kot novinarko, kot ustvarjalko medijsko, da so dejansko samo še reality šovi, no, kamorkoli pogledaš. Pa sej niso. Kak niso? Lej, na TV Slovenija imaš dokumentarce. Pusti TV Slovenijo, tam je drugo, govorimo o komercialkah. Ja, kakšne so vdaje? Kjere vdaje? Pop TV ima kakšne vdaje? Razen reality šovov, jaz nobene vdaje tam ne vidim več. Ja, mogoče imajo premalo. Ne premalo, nič ni. A veš, dobro, imajo ti 24 ur inšpektor, recimo, kaj so govorim ne nekem talk showu, nekem šovu, ne, samo reality, ker vejo, da je to gledano. Ja, a imel Slak 1 na 1, ne? Pa dobro, to je politično. A veš, ampak mi je to pogovore, če govoriva. Zabavne vdaje, no? Je samo reality. Oni so odvisni od sponzorjev, od reklam in zgleda, da je to gledano. Da to gre. Kaj pa je to gledano? Ja, ljudje imajo to radi. Ja, ampak zakaj pa misliš, da ljudje tako radi to gledajo? Ja, ne vem. Da so tam kaj še večji norci, kot so ljudje sami, pa uživajo. Ta še pa bolj fuken, kot jaz. Ja, mogoče da rečeš, poglej tega. To je noro gledano, še vedno. To je noro gledano. To je res noro gledano. Ampak zdaj to ne moreš reči, da so zdaj pa vsi Slovenci neumni, ki to gledajo. Ne vem, tebe vprašam. Nimaš težav. Verjamem. A veš, pa gledam, priznam, da gledam Kmetijo z velikim veseljem. In ne boš verjel, ko sem bila v Afriki, na Zanzibarju. Kaj so gledali vsi? Sem imela pač dostop do Voja, do Kmetije in sem zvečer gledala Kmetijo. Z Masaji svojimi. Ja, recimo, ja. Kaj pa ti si seksala v tej Kmetiji noter slavnih? Ne, to pa nisem. Kako ti je pa to rad ali da nisi? Ja, mene prišla nahoda, če ti ne seksaš 2 dni, da je vse narobe. Zdaj, popravi, če se motim. To se je tudi moj takraten partner bal, da bom seksala. Pa se je pa izkazal, da je on seksal med tem, ki je bil doma. Pizda mu materno. A veš? To je pa grdo. Ne, to je pa grdo. Res grdo. Tak pa ni bilo zmenjeno, ne? Ne, ni bilo zmenjeno. Pizda mu materno. Tako da... Prekleti kurac. Vem, da je Goran nekaj imel. Goran Breščanski, ja. Ta je bil lepotec, ne? Zdaj na Tenerifu živi zdaj, ne? On, njemu je neki rad ali pa pač Arturju, ne? Ja, dobro, Artur. Drugim pa ne. Jaz sem bila, veš kaj, sem bila malo starejša od vseh, ne? Takrat tako, da pač lej. Tudi ni bilo nobenega tazga, da bi mi bil všeč. Artur mi je bil zelo všeč intelektualno, moram ga pohvaliti. A veš, on, kadar pije, je pač čisto navaden pijanc. Ko pa ne pije, je pa genialc. On je res genialc. On je meni govoril poezijo, jaz sem rekla, Artur, daj mi povej. Ne vem, sem se jaz mislila, kjerga pesnika, on mi je na pamet recitiral poezijo. In to naprej in nazaj. On zna nazaj, a veš, prebrati, a razumeš, ne prebrati v glavi, ki izrecitira, a razumeš, besedilo. Vem, da tudi sam ogromno piše. On je norc. Ve toliko stvari, on je živ leksikon. On mi je res polepšal, bom rekla, dneve na Kmetiji, ker sem se lahko z njim pogovarjala o vseh stvarih. Res. No, koliko je bilo pa zaigranga med njim pa Latojo tega šova, ne? Polna kočija, prasica, je bilo to okej, mislim. To je bilo že po Kmetiji. Ampak to je bil štos, ne? Neka poroka, ne, ki je bila čisto resna. Ampak Artur, mislim, da mu je bila ona dejansko všeč. Da mu je bila res všeč, ker on vem, da je njej bil res. Ona se je res zaljubila, to pa vem. Tudi ona. Ona se je res zaljubila. In pač, a veš, tlej spet bila pijača posred. Kaj pa to, ko je on zagovarjal ta svoj znameniti penis, zdaj ponarodeli, da je vsak penis mali, ko ni velik, ne?
Da so se pol norce z njega delali, rekel, ne, to ni, jaz ne imam čisto normalnega, samo vsak penis, ko ni pač v akciji, je takšen, kot je ta. Kaj bi zdaj vi radi, pa čez vode ven prideš mrzle, je tudi mali, ne? Mislim, ti si to videla, verjetno, da nisi videla. Mislim, kot strokovnjakinja za velike penise te vprašam. Ja, čisto normalen slovenski penis. Čisto normalen slovenski penis, ja. Okay. Ne velik, ne majhen, nekaj srednjega. Vem, da so se norčevali z njega, ampak pa je zagovarjati se moral, ne pred sodiščem, ampak pred javnostjo. Ja, ker je bil velikrat govor. Ja, zato. Ok, Alenka, no in kaj mi je tudi fascinantno pri tebi, ti si, mislim, da prva, ki je napisala to knjigo o Jonasu našemu, ne? Kar je velika zgodba, takrat bila, ker Jonas, pa vem, da je bil svoj čas, je bil takšne zvezde, kot je bil Jonas v Sloveniji, nismo imeli. On je takrat presegel tudi Stojana Averja, si upam reči, pa je Stojan Aver čudovit fant, je bil tudi gost na mojem podcastu malo nazaj. Ampak Jonas pa takrat vem, ko je bil poleg oddaje, je imel še revijo, pa je imel jeans hlače, pa najboljši avto v Sloveniji, pa vem, da je hotel plestenjako, mende speljati, razumeš, Martino Kajbeš, vsega Boga, pa Misico je hodil, Metko Albrechtov, razumeš. On je bil prototip prvega slovenskega, res pravega superzvezdnika, ne v smislu Mita Trefalta, ampak tistega ameriškega, veš, ko pride na televizijo, začne govoriti, noret, seveda pa, ko je milijonarja vodil, se je malo umiril, ampak je postal pa, mislim, da še večja mainstream zvezda, tudi pri tisti, ki ga tako niso gledali, ampak ti, ko si to se lotila pisati, si mogla kaj veliko časa z njim preživeti, ali? Ne, v bistvu on mi ni hotel pomagati, jaz sem ga povabila, sem rekla, Jonas, bi pač mi pomagal, da knjigo v tebi napišem, pa rekel, kaj bom pa jaz imel od tega. Poglej ti zvezdnika. Ja, nisem imela dobrega odgovora in je rekel, pa nič, ne. In sem se pol sama lotila. In sicer tako, da sem sprašvala vse ljudi, ki so njega poznali, ki so z njim bili, tudi Metko Albrecht med drugima, pa ta je bila igralka, ki je bila z njim. Korbarjeva. Vsi, Jani Kovačič, res ogromno. Tam je on igral, mislim, da je bas igral na njegovi plati. In vsaki, vse so mi lepe stvari v njej govorili, se ni bilo nič slabega, nič tako, ker Jonas je bil res Jack. Pa kaj bi prvak biljarda, pa internet. Tako, vsako stvar, ki se je lotil, je bil odličen. Je dovršil, Točno še poker, ja. Pa še nek 3D šah, vem, da je imel neki cega boga. Črke na računalniku, je uvažil pa tako naprej, tako da res je bil frajer za tiste čase. In še danes je legenda. Pa kaj je pol rekel, ko je to knjigo, ko si tako je bil zadovoljen? Si se menila sploh z njim v tej knjigi? Ja, sva imela pol še intervjuje, ker sem mislila, da mogoče ne bo več hotel mi dati intervjuje, pa mi je še vedno dal. Pa je bil zadovoljen očitno, ne? Nekaj pa je zdaj vem, da je šel za poslanca, zdaj je končal, zdaj pa malo spomine obuja. Misliš, da bo kaj se vrnil na TV nazaj, ali misliš, da je čas njegov minil? Bi še prevabo gledalce, misliš? Spet bom rekla, da Jonas je večna legenda in da njegov čas ne bo nikoli minil. Da če bi hotel, bi spet... On je res tako poseben človek z neko posebno karizmo, ki je večna. Ker spomnim se takrat, vem, ko je tistih 8 ali koliko Viktorjev je takrat dobil v eni noči, in je potem takrat, vem, da je neko izjavo dal, je rekel, zdaj pa dosti mene, dajte priložnost Zrnecu, mlajšim od mene, Godlerju, Zrnecu, jaz imam zdaj dosti, dajte mlajšim, pa se je pol počas, no vem, da pol je še zadnje tole vdajo imel, ko je pol Artač prevzel, pa je šel pa tak politiko. Ampak no, tudi ti si bila kaj zelo dobra, recimo na radiju, da si bila tudi za Viktorja nominirana, da si bila zelo popularna, kaj si bila na RGL radio si bila, ne? Na RGL-u, ja, ker sem imela to oddajo o seksu, kar nekaj let, ampak sem imela to smolo, v bistvu, da je pač istočasno je imel pač Sašo Hribar, Radio Gaga, in ker je imel on seveda toliko več poslušalcev, ker je bil na ta velikem radiju, nisem nikoli dobila to glasov, vedno sem bila nominirana, tam mene 5-krat, 6-krat, ampak nikoli nisem prišla do Viktorja. Ampak nič hudega. Ampak tale je še bil tudi v seksu vdajo, kaj je ta Don Sergio, ne? Se spomniš tega? Ti si imela pred njim? Radio Hit. Mislim, da je imel on za mano. Pa si bila prva pol s takšno vdajo pri nas? Prva, ja. Prva. Pa kaj si tam počela noter te vdaje? Ker je Ana Žvorc, vem, da je imela ta nočna šepetanja, ampak je imela, mislim, da kasneje, ne 30 let nazaj, da si bila ti mogoče res. Ja, pa vem, da sem tudi med prvimi sem imela recimo homoseksualce, a veš, tako ženske kot moške, ali sem imela v studiu, to so vsi poslušali, a veš, to je bilo takrat, kaj bi ti rekla, revolucionarno, a veš, da povabiš, pa da oni govorijo vse, pa ne. A veš, to res so mi rekli, da so ustavljali avtomobile, pa ob cesti poslušali, pa tako naprej. Res so bile te oddaje zelo poslušane. In te pač večerne, pač se pravim, ko smo v seksu res lepo govorili, meni so rekli, če se ne bojim, da bi kdo klical, pa grdo govoril. Ampak se res nisem in nihče ni grdo, da bi kakšne, a veš,
da bi kaj grdega v seksu govoril, ker za me je tudi seks je ful lepa stvar in drugače, ko lepo ne morem o tem govoriti. No, pa kaj te je pa prijelo, da si se odločila za takšno oddajo? Kaj te je zadrajalo takrat? Ja, veš kaj, to je bilo pa tako, da sem nekje prebrala, da ljudi zanima politika, seks ali pa šport. Najbolj. In meni je pač en sodelavec ponudil nočno oddajo, pa gledala sem nek Nighthawk, ne vem, če si gledal. Ja, nadaljevanko, ja. In sem rekla, nič, pa politika me takrat ni zanimala. Gary Cole je igral. Ja. In sem rekla, pač bom v seksu, ker nisem imela nikdar nobenih zavor, govoriti o tem. A veš, vedela sem, da ljudje to radi poslušajo, nočne ure so bile primerne za to, in sem pač naredila svojo oddajo. Ampak zdaj mi pa pojasni, kako je mogoče, da se midva nisva nikoli v živo srečala. Ja, ker jaz sem imel, tako sem rekel, sem imel oddajo Gardnerjev bordel od 2016 do 2024, ampak mi smo šli v pornozvezde, mi smo gostili pornozvezde z cele Evrope, celega sveta. Jaz sem bil, mende pa je res edini, ki pa tudi ni pazil na jezik. Jaz sem rekel, lej, doma ni se bom ljubil s tabo, pokaži mi svoje mednožje. Doma gremo, se pogovarjamo, tako se pogovarjamo, razumeš? In tako se zagre. In mi smo počeli res v tej vdaji seks v živo, pazi. Mi smo šli več, kot so šli stare te nemške vdaje, Vare Liebe in to. Mi smo šli do konca. In jaz sem takrat pač postal po Maxu Modicu, ki je snimal pornofilme, jaz sem pa vdajal. On je potem žal umrl, mi je predal takrat isto štafeto, mi se mi je dopadlo, ampak da te nisem nikoli v vdajo povabil, ali da nismo to so šokiran, ali nisem za tebe vedel, ali nisi ti za mene vedela, pizda, kje smo tu. Mogoče, Max Modic, z Maxom sva se družila, recimo. Sva se večkrat srečala. To mi je misterij mal, ne? Ja, lej, zgrešila sva se. Najbrž sem jaz že potem nehala, veš. Možno, da si ti šla v pokoj potem, ja. Sem nehala s to oddajo, sem postala kao resna novinarka, moja vlada je bilo pa to. Stop. Ja, pa več nisem mogla priti, ne? Ja, pisala sem sicer še kolumne, nekaj časa za obraze in so se prodajali ful več, mi je rekla urednica, veš. Da so zaradi teh mojih kolumen, ne vem, koliko 2-3 tisoč več naklade. Pa pisala si v čem si pisala? O seksu. A tudi o seksu? Ja, o svojih izkušnjah, res iz prve roke. In enkrat mi ne vem, kdo rekel, ko sem, mislim, da sem o enemu zobarju pisala, rekel, tega ti pa ne verjamem. Vse drug do zdaj sem ti verjel, mislim, da je bila urednica celo obrazov. Tega ti pa ne verjamem, da si še z zobarjem seksa. Ja. Sem rekla, lej, sorry. No, ker jaz se spomnim. Kaj naj ti rečem? Ena spletna stran je bila pred leti, Sexation se je imenovala. Ja. So mene najeli, da sem tudi pisal o seksu ene članke, pa ne svoje o sebi, ampak na splošno. In bilo treba na dan napisati 3 ali 4 članke vsak dan na temo seksa, pazi. Celo leto. Vsak dan. 365 krat 4 je koliko? Ogromen. No, in to sem sfuril. Na koncu sem si izmišljeval že take teme, da sem se sam vse prežal. Sem imel človeško telo, kaj vse je lahko nadomestek za vagino, to, in je bil potem članek, en teden sem furil. Ampak na koncu mi je že tako mešal, tako po tej vdaji, moje sem rekel, zdaj pa hočem končno videti oblečeno žensko, zdaj imam pa dosti opis do materno, puste me na mer, zdaj imam pa res dosti. Eno leto si to pisal? Eno leto sem pisal. Sexation se je reklo temu, pa se meni, da se je preimenoval v nekaj druga. In to se spomnim. Ja. Namreč hočem reči, da tudi občudujem, si bila res neke vrste pionir na tem področju, ampak tako sem rekel, predstavljaj si, da bi zdaj se zmenila za eno tako vdajo. Sam po moje bi bila vsem poslušana. Jaz bi jo z veseljem, bom rekla, še vedno vodila. Mislim, da je še vedno potrebna takšna vdaja. Ljudje so še vedno, bi rekla, zaprti in sramežljivi, a veš, kar se tega tiče. Tudi, ne vem, recimo pred kratkim, ko sem pač imela enega starejšega lavarja, je bil... Kaj to, 80? Ne, malo mlajšega od mene. Mislim, kaj pomeni starejši za tebe? To me skrbi, ne? Ok. A veš, je bil začuden, zakaj jaz lahko kar govorim o seksu? Ja. A veš, zakaj mu jaz lahko vse povem? Zakaj jaz rečem, ne vem, tole pa tako deli, tole pa malo drugače. Ja. Tlele si me malo narobe prijel in rekel, tega mi pa še nobena ni govorila. Sem rekla, kako si pa vedel, kaj delati? Ja, mogoče malo sem ugibal, ne? A veš? Ja. A veš, jaz mislim, da moraš moškemu, jaz sem celo napisala tudi v teh kolumnah, pa tudi v računalniku imam še vedno navodila za seks, za moške. Kaj treba delati?
A veš, Poslušajte, kje me moraš božati, Ja. koliko časa, kam greš pol, koliko časa tam se zadržuješ, kako tam, a razumeš? No, če je ženska tihna, se zadnje moški ne bo vedel. Ne? Sej to, ne? Dobar, brati misli ne more, lahko sicer sprejema odziv tvojega telesa, ne? Ampak pizda, če mu ti ne boš rekla, čuj, takle je, tole mi ne paše, pizda, nehi. Če ti tih, ja kurba, kak ti bo pasal? A veš, jaz še kakšne ženske ne vejo, razumeš? Ena Anica, vem, da me je klicala velikrat v oddajo in enkrat sem jo pač vprašala, sem rekla, Anica, pa si ti kdaj v življenju doživela orgazem? Pa je bila stara takrat že, ne vem, 70 po mojem. In je rekla, nikoli. A veš, a si predstavljaš? Nikoli v življenju, pa je bila poročena, pa vse, takrat je bila že vdova. Ni doživela orgazma, nikoli se ni niti božala. A veš, se pravi, svojega telesa ni raziskala. A veš, včasih je bilo to bolj tako tabu, nisi se smel božati, ne vem, roka se ti bo posušila, ali kaj, ali ne vem, ženske se niso upale. Kaj, da bi šele možu rekla, kaj naj z njo dela. In potem niso doživele orgazma, mislim, kaj je ena najlepših stvari na svetu. Ampak si predstavlja zato, ko si dobro ste omenila, kaj me pa vsem skrbi, ne, če gledaš te seksualne šole, bom rekel, te coachingi, neke tečaje, gor dol, že spoznati žensko za pare, tečaji, to raste kot gobe po dežju. Leta 2026 se ženske učijo seksa, učijo se čutenja svojega telesa, učijo se orgazmov, učijo se to, kar ti razlagaš, da si 30 let nazaj razlagala. Leta 2026 ob vsem internetu, knjigah, vsem možnih stvareh se ti upišeš v tečaj, da te bojo nekaj naučili kot ženska pizda. Pusti moškega, kot ženska se upišeš. In ne to, da ti ne znaš moškemu reči, ti sama sebe ne poznaš in rabiš nekoga, da ti bo to pojasnil. Mi lahko, prosim, objasniš kot ženska to, po vseh letih, ko je minilo seksualne revolucije, pizde materne, rastejo te tečaji brez jebancije kot gobe po dežju in imajo prometa in študiram, zakaj jaz, kurba, ne naredim enega tečaja za pare, ker bi obogatel bi pizda. Garantiram ti, jaz to ne morem. Jaz to tako skupaj naredim. Evo vidiš, morda pa je čas, ampak jaz to ne razumem in daj mi ti pojasni, no, kje tiči problem, da pa ne govorimo o 15-letni punci, govorimo o 30 let stari ženski, 40 let stari ženski, 50 let, ko bi mogla imeti v malem prstu vse pizda, vseh svojih 500 erogenih con pizda materno. Ne, ona gre na tečaj in tam prizna, meni ni nikoli prišlo. Koliko ste vam imeli ljubimcev? Ja, kar nekaj. Čakaj malo, pa kaj se... Daj mi pojasni to, no. So moški krivi, pizda, kje smo tu? Jaz sem mama, ne, hčerko, in jaz sem hčeri pač razložila stvari, a razumeš, ne vem, koliko je bila stara, ampak vem, da mi je potem enkrat rekla, a ne, mami, se si mi ti rekla, da sem jaz sama kriva, če mi ne pride, ne, če ne doživim orgazma. Sem rekla, ja, točno tako, ne, ker nisi znala tipu razložiti, ne, pa, a veš, saj moraš ti vedeti, a ne. A razumeš, mislim, pa lahko rečem, da so mame krive, ali pa danes, ki je pa že toliko literature, pa tako, kot si rekel, interneta, pa ne vem česa, a veš, ne vem, kako je res, da ženska še rabi tečaj. Ja, ampak očitno ga rabi. Ampak jaz sem to brez tečaja v svoje telo raziskala, recimo, ne, ker sem bila, ne vem, koliko stara, čist majhna še. Ampak pojasni mi še to, ne, recimo, sej jaz vedno razlagam ljudem, sej ni fora v tem, da nekdo obvlada neko tehniko, pa ne vem, kaj vse. Ti si moraš najti partnerja, ki te nenormalno privlači. To je, pazi, Alenka moja, to je ključ. Jaz mislim, da je tukaj glavni problem. A misliš? Ne? Če ti najdeš partnerja, ki te res filmsko privlači, to ni fantazija, to je res, če ga najdeš, pa da on samo roko položi pizda na tvoje koleno, pa si ti cela že pizda v drugem svetu, pa da ti njemu nekaj narediš in se njemu trga, takrat ne boš rabila po moje nobenega tečaja, nobene tehnike, nobenega govorjenja. Jaz mislim, da je to sem malo razmišljal, da je to osnovni problem, da se pokonektajo napačni ljudje.
Ne? Da se pokonekta zaradi denarja, da se pokonekta zaradi tega, ker je pač ti lep, ona ti je pač mlada, pa se bo z njo mal pokazal, ne vem, ima to drugo. Ne pokonekta se pa s tistim, ki te resnično privlači, ker ne vem, je mogoče ni v tvojem stilu, pa ni tvoj rang, pa kaj ti bojo zdaj drugi rekli, gor dol na pamet, zdaj govorim, ne, ampak hočem reči, jaz menim, da je to problem, da tisti, ko imajo ta konekt v štartu, tak hud, se jim ne bo zgubil skozi celo zvezo. In jaz sem 100%, da vsi, ki rabijo tečaje, ki jim ne gre, niso okusili te fatalne privlačnosti. Lahko je tudi pri 60, nima veze kdaj, ampak očitno, zdaj mi je rekla kaj, da si imela 50 tipov, pa da so vsi bili v kurcu. Zdaj, ali je v te problem, da takšne najdeš, ali pizdak, zakaj si najdeš enega, ko ti bo res všeč in po mi rečejo pebi, prijatelji, pa imam še ljubico, pa grem prostitutki, sleko pa stari pizdo materno, zakaj svoji ženi ne poveš vseh svojih najbolj perverznih fantazij, pa to z njo deli. A je lahko lepšega na svetu, da z osebo, ki jo ljubiš, počneš norije, ja ne pa veš in ne morem reči, pa to imam, zakaj si pol z njo? Ja veš, pa imamo otroke, pa ti si fuken, veš, to pa jaz tako razmišljam, ampak to ne razumem. Zakaj si ne najdeš takšnega, da ti spodnese tla pod nogami? Če ti jih ne, ni za tebe, pizda, oprosti, kaj ti meniš? No, imam prav, ali se motim, ali kje smo tu? Jaz mislim, če bi dal moškega pa žensko na otok, bi se hitro pokonektala. Ali pa skregala. Ja, veš, okay, pa bi bila kemija med njima. A veš, kaj hočem reči? Ja, razumem. Da lahko kar z velikimi ljudmi to narediš. Ja, kaj pa pol problem? Kar zdaj kaj ne iščemo. A veš, če ti rečeš, da pač dobiš tazga, ne vem, kaj si ti zdaj dobil to Moniko, ampak najbrž te pa tudi že kaš naprej vznemirjala. Ja, sam ti bom odgovoril, pa nekaj povem. A veš, tako da jaz mislim, da si moraš v bistvu čas vzeti za vsega, da je zelo pomembna predigra, pogovori, a veš, kaj pravi, da je največji rajc je glava, v možganih. Možgani, A veš, tako da mislim, da lahko veliko ljudi se tako pokonekta, tako bom rekla. No. A veš, a ne? Zdaj seveda pomaga, če te en pač neskončno spolno privlači, ampak koliko je takih ljudi? Jih je. A jih je? Lej, jaz sem takle povedal. Povej Moniki, koliko je takih žensk na svetu. Poslušaj, jaz sem star, jaz bom leto star 52 let. Okay. Ni Monika prva moja punca, jasno. Je pa prva, s katero sem se poročil. To je pa res. Kaj to pomeni? Ker sem se mogel, ker se mi je mudil, ja ne, pizda, ne. Zakaj je pri nama vse tako hitro šlo? Zato, ker sem prvič v lifeu, pa ne se čuje še nekako čudno, pri mojih letih, pizda, srečal svoj dream team. Srečal svoj dream team, se pravi žensko, ki je presegla pizda vse možne, pa če govorimo samo o seksu, da se jaz hvalim tudi, da sem pri 51 letih najdel svoj najboljši seks. Zdaj je to sramota, je to nekaj fajnega, nekateri ga nikoli ne najdejo, ne? Pa vidim, da so bili zdaj vsi seksi prej slabi, ampak to, kar je zdaj, je to, kar jaz tebi govorim. In še enkrat, če bi najdli vsi takšno zgodbo, jaz ti garantiram, da varanje odpade, prostitutke nehajo imeti posle, ljubice odpadejo, ločitve odpadejo, nezadovoljstvo odpade, ampak še enkrat podarjam, dokler ne boste najdli dream teama, bo pizdarija. Boste šli na razen, boste varali, boste nezadovoljni. To je moja drzna teorija na stara leta, in pri kateri vztrajam. Ampak razmišljam zdaj, ali noben drug tega ni imel, ki je šel na razen gor dol, ne? Lejke seks, kakorkoli, lahko mar si to reče, da ni najpomembnejši, pizdo materno je kar 90%, če to ne štima, gre vse v kurac. Žal je tako. Kako pravi, če je seks v redu, je 10% zveze, če pa ni v redu, je pa 90%. Evo vidiš, tisto, ko ima slab seks, bo rekel, ne, ni to res, seks ni, ne ti meni govoriti, stari moj, ko te vidim, pizda, ne. In nezadovoljna ženska, nezadovoljen moški, to je najslabše, kaj je možno. In če pa ni seks samo telovadba, seks je intima, seks je zaupanje, seks je ekstremno in ta želja, veš, tako sem ti rekel, predstavljaj si, tako sem ti rekel, da imaš ob sebi, ko te samo pogleda, pa se te potrga.
Kaj boš pa rabljamo razlagati, kaj mora delati. Mogoče je slabši tehnično kot kjerkoli tvoj masaj prej, ne? Ampak kurba zna. Pa ne, da je profesionalc, vidi vas, da se ujela, pizda. In jaz polagam srce fantom, pizda, če ne najdete tega, ne se poročati, ne imeti otrok, ker boste nesrečnici in boste varali in bo šlo vse v pizdo materno. Moja teorija je bila, da gre vsaka zveza v kurac, varajmo preventivno, ker itak je brez veze vse. To sem nekoč trdil. Da varanje je kul, ker če ne varaš, boš pol človeka ubil, ko boš jezen, ker te je prevaral. Varaj je preventivno, da ga ne boš ubil, ker ste ista svinja. A veš, ne? Zdaj sem pa to izjavo spremenil in sem rekel, ampak če pa najdeš pizda, in jaz se meni z Moniko veliki, se sama sebi smejima, pizda, pa rečem, isto pa veš, da vedno, ko imaš novo punco, bi lahko tudi lagal, ne? Ti si pa najboljša, ne boš si rekel, ja, veš, druge so bile pa boljše, se te ubije. A pa bo ona te rekla, kaj? Ja, drugi so imeli pa ful večjega kot ti, aha, hvala ti za to, ne? Ne bo tak butasta, ne? Ampak kurva, tukaj res, vse sem ji rekel, pizda, če pa je lahko še tu zdaj boljš, ja, pa moramo sam še gor na strop, pizda iti, ne? Sem rekel, to je nemogoče, sem rekel, pa le, koliko smo stara, ne? In točno zato se je vse tako odvilo in moj, še enkrat rečem, Lenka, pizda, to je po moje ključ, da ljudje se niso našli skupaj res, da so bili nori drug na drugega. Vem, da ne moreš ti po 10 letih tako prvi dan, sam verjemi mi, če je začetek res strasten, seks ne more biti slab, vedno bo dober seks. Vedno bo dober, ker ne more umreti, to strast ne more umreti. Po moji logiki ne more umreti, če se dva res privlačita. Če pa že v štartu je bilo tako malo, no pa se je v redu, se je pa ni čudno, da gre v kurac. Ja, to se pa strinjam. No ne vem, jaz tako mislim, pizda, no. To se strinjam, ampak le koliko let si rabo, ne? Ja. Pa še to si imel srečo, ne, bom rekla. Večjo kot pamet. A veš. Večjo kot pamet, pizmate. Jebemo sonce. Ker najbrž se ujameta še na drugih področjih. To je fora, ne? A veš. Da pa si ti zmago še to, da drug druga razume, si pomagaš, smisel za humor. Sem se poročil. Le, tu imam poročni prst, pizda. Po 11 mesecih zveze. Halo. Ja, itak sem te hotel vprašati, zakaj se človek poroči. Ne, pri tvojih letih. Nikoli se nisem. Zdaj sem se pa, veš kaj, ne? Zakaj bi se čakal 10 let, pa lahko že tako lahko umrem prej, pizda, ne? Zdaj je bil čas. In jaz mislim, moja teorija, še enkrat podarjam, glede poroke, da se moraš poročiti v soju ljubezni, ko ta poroka pa res nekaj pomeni. Ne, če 10 let, da se pa devam poročiti, smo tako skupaj. Kurac. Ali bi šla na razen, ali bi se pa poročila. Ne, porod se ti, ko še mela nisi polizal, ne? Ko še verjameš. Tako, takrat se mi zdi, da je to wow. Ampak res zanimivo, še malo tako začel skakati po kavču, kot Tom Cruise pri opri, pizda, ker je pa šel kurac. Ja, a veš, točno. Ne, ampak res, ne, zdaj sem rekel, res, zdaj smo pa že toliko stari tudi, veš, ne, zdaj smo stari 100 let, ampak zdaj pa, ko si pa malo starejši, pa se malo začneš ceniti, da nekaj lepega najdeš. Ne? In zakaj bi zdaj bil tak kreten, da bi to šel zafukat, pizda materno. No, in ti te vprašam, ne? Kaj pa tvoje zveze, ne? Zakaj so šle v kurac? Zakaj so šle v kurac? Kdo je bil kriv? Kaj je šlo narobe? No, raznum, ko te je prevaral, med tem, ko si bila v šovu, ne? Ja, pa niso še takrat si mu oprostila, ne? Ja, itak. Ja, si mu vrnala? Tudi ne. Ne vem, po mojem, če sem šla v Afriko, sem uvrnila. Takrat sem hodila v Gano, se mi zdi. V drugo črno deželo. Ko bi ti rekla, jaz se zelo hitro naveličam. Opala. Ja. Tako 3-4 leta recimo zdržim s kakšnim človekom, pol mi pa poveže vse svoje zgodbe, pa vse svoje skrivnosti, ni mi več zabaven. A veš, tako, hitro se naveličam. Mogoče niso pravi fantje. 3-4 leta so moje maksimalne zveze. Najdaljša je bila 7 let, ki je bil tip zelo tak, rekla, duhovit, razgledan, a veš, res tak ta prav, na mestu. In je on končal zvezo, ne jaz. Aha, s tistim bi še bila, če ne bi on končal. S tistim bi bila, ampak je bil seks za nič, ampak dobro, vsem, lej. A si predstavljaš, vsem bi bila jaz z njim, tudi če bi seks ni bil, Bog ve kaj. Ampak dejansko se zelo hitro naveličam tipov, ker so tako dolgočasni. Kaj pa čisti kriva, da rata je dolgočasni? Mislim, ne vem. A veš, meni se mora ful dogajati. Jaz vsak dan hočem, da se mi kaj novega zgodi. Ja, pa takega, ko bo skozi nekem movingu, ne? Se iščem. Ja, pa ne med masaji, pizda. Veliko tipov je zaspanih, a veš, nada se jim na kavču, televizijo bi gledali z nobenim športom, se ne ukvarjajo, trebuščki jim rastejo. A veš, jaz takim ne morem biti. Ne moreš biti. Ker spijo, kar cel dan spi. Kako lahko cel dan spiš?
Veš, toliko stvari se dogaja. Ja, ima telefon, če gleda, pa ima ono. Pa... Ti si skozi hiperaktivna. Ja, jaz sem po mojem samo ADHD. Ja. Rabim, da se dogaja skozi kaj novega. Pa zdaj imaš v planu, da bi se ustalila ali zdaj pač boš uživala, dokler bo šlo? Itak, zakaj bi se ustalila? Nimaš te želje? Kaj pa, da bi prišel en, da bi te zmešal, da bi se zaljubila, misliš, da je možno to ali ne? A veš, mislim, pa so pa ljubosumni, pa posesivni. Ja, če hodiš v Afriko z Masaji, pizda je lej, ne? Hoče vedeti, kje si zvečer. Mene ni doma, ankol. A veš, mislim, tipi bi pa kar nekaj bi te, a veš, tako imel. Ne, kjer je zdaj Whoopi Goldberg je rekla, da je raj sama. Kjer je še rekla Charlize Theron, da je videla, da je boljš, če je sama. Sam je imela nekaj zvest, tudi je imela. Sean Penn je bila, mislim, da nazadnje je bila Sean Penn. Meni je tudi boljš, če sem sama. Mislim, res mi je boljš. Res. Noben tip mi še ni dal tega, veš, da bi mi bilo bolj z njim, ker vedno rečem, lej, jaz sem s tabo zato, da mi je boljš, kakor sami. To da reči, nisi srečna, pa le brez veze. Ker mi je pa sami tako dober, težko mi je en tip ponuditi. Kaj pa da najdeš enega tipa, ki bi bil s tabo v teh zgodbah, ne vem, pa se gre ta trojčke, pa se gre ta svinge, pa se gre tudi on z Masajem skupaj, pa se skupaj v tej zgodbi, no, da tega najdeš, pizda. Da bo norc, da bo tvoj nivo, pizda, ne da bo zaljubljen pa to. A veš, toliko sem pa vsem, da seks mi je pa tako intimna stvar, da je samo med dvema. Zdaj pa staroversko tule se greš. Prej bi ne vem kaj, zdaj pa kurba bi pa med dvema, ne? Sej sem probala trojčka, da ne boš mislila, ne, sem imela dva tipa, pa je bilo dober. Ja, no. Ampak, a veš, seks je zame, kot ti rekla, en obred, ena ceremonija, povezovanje, bližina, razumeš? Ne morajo biti trije, a ne? Ne vem, prašam te, ne? Mislim, če rabiš neko dogajanje, non-stop, ne? Dobar, pri seksu se lahko dosti dogaja tudi med dvema. Tu pa nisi. Se ful dogaja, ne? Tudi tako, psihično, razumeš? Jaz sem hotel pač, da ti dam na svet, kako bi to združila, te Masaje tvoje pa... Ne. Težka bi bila. Da enega Masaja pa enega Slovenca zraven. Ja, črno-bela zgodba, ne? Kaj bi delala? Ja, ne vem. Kaj bi Slovenc zraven delal? Slovenc bi gledal in rekel, fuck, pa res so veliki pizna, ne? Mislim, ne vem, ne, a veš, ne? Ne gre to, ne gre to. Ti, pa vem, da si tudi pred časom si se aktivno vključila v te neke novinarske zgodbe za svobodo novinarstva, ali kaj, ne, če malo gremo na neko resno temo. To vem, da si tudi, ker ti si zabavljat, si showmaker, si budala, po domače rečeno, sam, ko pa treba resne zgodbe, tam se pa greš, ne, kaj si pol ugotovila, kaj, da novinarji samo še po nareku drugih delujejo, da nima več svoje volje. To je bilo pod Janšo, ker nas je... Danes je, by the way, Janša znova zaprisegel kot mandatar. Moram reči, malo žalostna, ker se bojim, v katero smer bo šlo, ker vemo tudi, kako je bilo med covidom, ker so bile, a veš, mislim, neumnosti in najbrž bo zdaj spet in spet bomo šli v desno in nazaj in malo v temo, a veš. In takrat smo se pač novinarji zbrali skupaj, podpisali to peticijo, ker ni sicer k ničemur pripomogla, k nobeni svobodi medijev, ampak pač bil je nek tak poskus, A veš, sej sem tudi hotel v politiko, sej si najbrž to prebral. Pri svobodi vem, da si kandidiral, sej ti je malo zmanjkalo, ne? Ne vem, 100-200 glasov. Ja, zelo malo ti je zmanjkalo. Ja, zelo malo. Ampak so pa tudi z Golobom zelo hitro prišla na vzkriž. Kaj te je zmotilo? On je ta kolerik, a veš, če ni po njegovo, pa ni, ne? A veš, in so bile te občinske volitve in se je nekaj zapletel in mi ni pač pomagal, tako, kot sem jaz pričakovala, da mi bo in sva se razšla, bom rekla. Politika ni za tebe, ne? Ne, sem preveč direktna po moje, preveč resnicoljubna, preveč povem direktno. Mi, če se s Tino svojo tudi krega, Golob? Je tam bolj mil? Ker ga je zmešala, ne? A veš? Ona ga je zmešala. Ja, pa sej Tina mislim, da je kar pametna ženska, no? A veš, jo tako, kakor jo pač spremljam, mislim, da je v redu, bejba, no? Ker jo obtožujejo raznih neumnosti, pa jo sploh ne poznajo. Ampak ga je ukrotila. Osebno ne poznam, ampak ga je ukrotila, mislim, da je tak sveto človek, no? Da je sveto človek. In da Golob to rab. Da to rab. Ja. Da je fajn ženska. Ok, ti je, no, ampak tukaj smo že svobodo omenila, no? Namreč jaz vprašam tebe, če se strinjaš, da imamo sploh v Sloveniji še kakšnega novinarja, ki misli svojo glavo, pa se ne boji, kaj to povzroči?
Ali vsi delajo samo še po nareku in naročeno? Sploh še so kakšni takšni članki, sploh novinarski, razmišljajoči, ali je zgolj samo še rumeni tisk, pa povzetki sej in podobno, da nič več novinar sam ne razišče in ne gre v neke zgodbe, da bi sam odkril nekaj. Ne? Recimo, če recimo zdaj ta, ne vem, ta Black Cube, pa tudi sami prisluhi na vse zadnje, ki so tam bili, ne? Ni nikogar, ki bi... Ja, ki bi naprej ki bi to raziskal, pizda, ki bi rekel, čakajte malo, zdaj pa grem jaz, ne sam povzetek, kaj že vemo, ne, da grem raziskovalno novinarstvo, afera Watergate, pizda, gremo do konca, ne, pa tale Miro Peti, ki se ga sicer žal so ga premikastili, ne, tisti zlati časi še novinarstva, sicer je plačal ceno, ampak kam misliš, no, je to zaključeno? Ne, tudi jaz pogrešam to, kar praviš preiskovalno novinarstvo, sej mogoče je pač to, kaj preiskovalno.si, pa mogoče se 3-4 novinarji še s tem ukvarjajo. Prvič je to zelo drago, drugič lastniki medijev niso zainteresirani, da bi se take zgodbe razkrivale, ker so tudi lastniki medijev so zlizani s politiko, a veš, prej z Golobom, zdaj z Janšo. Pa enih odkrijejo nekaj, pa drugih pa ne bodo. In jim ni v interesu, da bi se to odkrili, res jim ni. No, ker vem, da Bojan Požar, ki je bil tudi pred časom moj gost, on vem, da je svoj čas, ampak tudi je pa imel razne tožbe, so ga obtožili, da je lagal, da ni to res, je tudi marsikaj razkrival, zdaj ne vem, še vedno to občasno kaj počne, samo potem tudi se je izkazalo nazadnje, da je tale Gale, da ga je po krivici namočil, se je pa izkazalo nekako, tudi ta njegov stil se je večkrat izkazal, da ni bil čist resničen, da je šel bolj za senzacijami, nekaj pa je tudi razkril, takrat vem, da močnih zgodb, edini prvi, recimo te Bulmastife, vem, da takrat je udarilo ven, takrat je ta njegov Požar report vseko, ampak hočem reči, no, so se novinarji začeli bati, so podkupljeni, ali kaj je fora? Mislim, se pravi, nobene moči nimajo, nobene kredibilnosti. Zakaj? Zaradi lastnikov. Lastniki medijev so politično zgodne. So ljudje z denarjem, s kapitalom, televizija isto. Ki si na dovoljo, ki jih ne zanima sploh resnica. A veš? Resnica jih ne zanima. Ampak si opazila tudi to, da mogoče danes beseda resnica, ne? Ja. Jaz se namreč ne spomnim, pred leti se je vedelo, ta je tega napadel, ta je začel vojno, on je agresor, ne? Zdaj temu ni več tako. Da boš ti rekla, Rusi so agresori, te bojo napadli drugi. Ukrajinci so krivi, te bojo napadli oni. Gaza, isto. Genocid, te bojo napadli ljubitelji Izraela, Izrael je zločinc, mislim, kje smo zdaj tu? Ali bi kaj bila druga svetovna vojna, pa bi rekli, da niso zihre za Hitlerja, ali je napadel koga ali ni, da tu ne vemo. Res, da pustimo zdaj zgodbe, kako je Hitler nastal, kaj se je odzadaj, ampak govorimo o konkretni vojni. Danes nič več ni črno-belo, pizdal, kaj? To mi je tudi, kaj smo tu zdaj, je tako prav misliš, da ima vsak svoje mnenje, ali se je to vse pomešalo, da že osnovne stvari več ne vemo, recimo le Donald Trump. No, zdaj, odkar se je vmešal v te vojne, je znatno nepriljubljen tudi pri tistih, ki so ga prej zagovarjali, ampak vseeno je imel ogromno fanov v Sloveniji. Pa so mu ženske oprostile vseh 60 teh obtožb, zlorab, kakorkoli, ko bi drugega že pri polovici prve nabil na križ. Njemu so naše ženske, od feminist do vsega, Trump je fajn, to so laži, to je fake news, da se prospomnim. Kaj meniš, no? Zakaj je danes tudi takšna novica, pa tudi en razišče, samo ne bojo verjeli. To pa star si je pa zmislil, ni genocida, on pa tega ni ubil. Kje smo tu? To vidiš, da ni več. To je metanje peska v oči, rekla, a veš, zamegljevanje, ki se dogaja. In mislim, moraš kar paziti, kaj prebereš, pa komu verjameš. Vidiš. A razumeš, taki časi so. Vidiš. In tega, kar si rekel, fake newsa je ogromno. In kakšen je res toliko prepričljiv, da že začneš razmišljati, da si ti neumen, ker ti je jasno, a je Rusija napadalka ali je Ukrajina, a razumeš, kar je čist logično. Ampak ne, to je se pravi neko zamegljevanje, ne vem zakaj. Pa kam to pele? Komu na čast. Zdaj pa si predstavljaš še umetno inteligenco, ki je z dneva v dan bolj dovršena. Res je fajn se pohecati, pa dati, ne vem, si drugo obleko gor, pa se dati na Oskarje, vse super fajn. Sam predstavljaj si resne zgodbe okrog tega. Zgodbe, ki lahko vplivajo na milijone ljudi. Jaz gledam, cel kup enih strani je zdaj, in tudi naši jih delijo, pa sicer so še zaenkrat malo zabavne, ne vem, napišejo, razmišljujem si, Mel Gibson je danes praznoval 95. rojstni dan, pa je njegova slika, kako drži torto, in pa je 10,000 komentarjev za happy birthday Mel Gibson, 10,000, pa vse tok ni star, una stran je dosegla rič, dosegla svoj namen. Ampak hočem reči,
Ljudje verjamejo vsemu, kar vidijo na družabnih omrežjih, ne? In to postaja zelo, zelo nevarno. Ne? In danes lahko vse že narediš, kaj vidim, pa to v povojih še, kaj še ne bo. Ne? Ja, to bo. Boj se dneva, ko bo ChatGPT, se ne bo več motil. Boj se tistega dneva. Ne? Hvala Bogu, da se še moti, da ti še malo preveriš, da mogoče ni čisto tako. A veš, ne, ampak se pravim, zdaj bomo mi to dočakala, te norije, bomo prej umrla, ne vem, ampak vsem te vprašam, ne, kaj to pomeni za mlajšo generacijo, ne, ki pa se res mogoče res pusti zmanipulira takoj in vsemu verjame. Ne? Neki reče in sliko in verjamejo. Mene skrbi za te mlade, ki si omenil, ki ChatGPT sprašujejo, a veš, a me ima ta fant rad, a veš, tole mi je naredil, kaj naj naredim. Kaj prav njihov, kaj se reče, psiholog, psihiater, a veš. Najboljši prijatelj. In on se tam nekaj izmišljuje, a veš, in tam mladi mu verjamejo, mu nasedajo. In tako, kot si rekel, skozi boljši so te, ne, boti ali kva so in skozi bolj se vpletajo v naše življenje, oziroma jim mi dovolimo, da se vpletajo. Ne. A veš, mislim, tudi jaz kaj vprašam, sigurno. Ja, se jaz ga tudi uporabljam, ne? Ker je včasih zelo koristen, je lahko. Ne? Koristen, itak da preverjam, ker vem, da se še totalno moti, ampak ne veliko. Ker ti ga dvakrat popraviš, se ne bo več motil. Če dalje boljše. Vem, da jaz nekaj sem se stiral in štos, ne? Nabil mi je, da je nek naš igralec neki dobo tega in tega leta nagrado, ne? Sem rekel, prosti, nimaš prav. Pa preveri, ja, res, sem se zmotil, moje veri so bili pravi. Sem rekel, kje si pa te vere ti dobil? Ja, to so bili pa veri, večkrat se tako govori, sem rekel, ne, kje si dobil ti ver, da je on to? In je kar nekaj zmotil in ni mi znal odgovoriti. A res, kje najdu ta podatek? Torej si je kar enostavno zmislil. Ja, če ne pozna odgovora. Potem sem rekel, zakaj ne rečeš, v bodoče bom pa to rekel. Sem rekel, pusti ti v bodoče. Zakaj si se mi tu zdaj zmislil, pisati materna, ne? In sam sem se smejal, ampak ti povem, da ChatGPT je res, mislim, jaz ko takle da uporabim, pa ne vem, napišem kako filmsko oceno, pa je fukne not, pa rečem, kaj meniš, pa reče, ja, tule bi malo popravil, pa rečem, jaz ne, bom kar pustil svoj tekst, tole bi pa malo, pa rečem, kurva, veš, da si dobro, mi predlagal, ne, in pročeš, ti pizda, fuck. Da ti znaš pisati, ne bo zdaj to, problem pa je tisto, nič ne zna, pa kar naenkrat začne objavljati vrhunske članke, vrhunske pesmi, vse, ki mu to dela vse ChatGPT, ne, pizdarija, ne. In ti več ne boš vedela, kdo je avtor, ker znaš ga tudi tako naučiti, da ne bo pisal kot chat, da bo pisal človeško, da bo pisal s čustvi. Vse pravi, hočeš bolj tako, hočeš bolj na mehko, bolj na trdo, ti ga lahko njega naštimaš, da bolj trdo s tabo dela, ali pa bolj prijazno. Ne? No pa tudi slike, on zna zdaj tudi vrhunsko naredi, kakšne slike ti naredi in napišeš, kaj hočeš. Ne vem, zaradi mi tu sedimo, pa rečem, zdaj jo pa dej tule zraven Masajev, ti boš rekla isto, mi dva smo res tam. Ne bom te mogel prepričati, da nismo, ker bo tak realna slika, pizda materna. Kaj pa pri novinarski članki, recimo, da si daj neljub kaj napisati, pa lahko nam jaz tebe napiše. Mislim, jaz si še zmeri pišem sama. Jih sama pišeš. Sam ti vlajša čas. Ko uživam v tem, veš, hočem pisati po svoje, ampak mislim, da bi me z lahkoto nadomestil. Si nič ne domišljam, da, a veš. Misliš, da bo novinarski poklic umrl zaradi tega? Ja, gotovo, da bo pač spet to prišlo prav lastnikom medijev. Ker to je zastojn, ne? Sam mesečna naročnina. Ti bo pisal novice sam in ne boš rabo ljudi. A veš, to je zelo poceni delovna sila. Alenka, kaj zdaj delaš ti trenutno, če ti gremo na moderni čas, na današnji čas, čim, kaj je za tvoje, vedno imaš neko vdajo na TV3, ne? Kakšno vdajo imaš? V katero te bom povabila. Ujebem ti sunce, kaj pa imaš to? Mi boš mogel vrniti. Pa kaj imaš? Čez rob, Sivka. Čez rob? Ja, čez robova hodila. Kurbarija. Ne boš mogel to govoriti, kaj bi dva danes govorila. Ja. Na 45 minut bom omejila svoje goste. Okay. To še nimaš ali že imaš? Začnemo v ponedeljek. Začenjaš, bravo. In nič kaj, probala bom iz njih izbrskati čim bolj take, se pravi, talk show boš dejansko imela? Občutljive stvari. Talk show boš imela? Ja. Nekaj to pa v bistvu, tega zdaj ni. Tega zdaj ni, no jaz tudi, pa mi je rad ali sicer Gardnerjev bordel, sem to ni bil talk show, ni posluha nikjer, no, bilo za to, če ti to rata, svaka čast, ne? Ja. To bom z veseljem počela. To mi še bom rekla, vse sem imela že na televizijah,
raznih, tudi kakšne pogovorčke, no, ampak ta bo taka oddaja. Tvoja. Tako, kot sem si Kaj pa tisti nek podcast, vem, da si furala to z neki sivko, kak je bilo? Von po sivki. Ja, kaj pa s tem? To je bilo pa na Aktualu. Aha, za radio, Aktual. Aha, pa si nehala to. In v bistvu motil me je, ker je bilo samo audio, ne. Aha. Prosila sem, da mi tudi dajo kamere zraven, pa ni bilo posluha, Ja, pa kako? pa sem pa nehala. Zato, ker čeprav tudi jaz, ko delam podcaste, Ja, ki jih poslušam, no, ja. Jih v avtu poslušaš, ne? ja, 1 minuto pogledam, vidiš, a veš, pa samo še poslušam. Ne. No. Ampak vseeno se mi zdi, da so bolj poslušani Ja. video Če jih lahko podcasti še kot gledaš, audio. ne? Tako. No, ker jaz se sprašujem, zdaj, če gledamo tu, jaz sem po moje edini v Sloveniji, Ja. ki ima najslabšo tehniko Aha. za podcaste. Ja. Vsi imajo 4 kamere, pa pa montirajo, pa close-upe, mi smo skozi v istem kadru. Aha, ok. Nič ni kata. Ja, ne? ja. Verjetno sem zato veliko bolj spontan, veliko bolj prefuken kot drugi, ko so bolj by the book, ampak kaj hočem reči? Ja. Jaz bi lahko imel snemalca, Ja. ekipo, studio, pa mi pa rečeš, ja, sem te poslušala v avtu. Ja, pa pizda ti mater, jaz sem dal 10 ur, da ti gledaš. Ne, sem te kar poslušala. Se pravi, 5 minut. 5 minut mogoče gledaš, Ja. pol pa je dosta. Veš, itak je kaj. Ja. Dolg čas gledati. Ja. Ker je pa tudi čez 6 kadrov. Ja, pa a ne. sam še poslušaš. Ja, a ne. Vse važno je vsebina, se mi zdi. No. Ja. A veš. No, kako pa gledaš na splošno na podcaste? Je to prihodnost novinarstva, prihodnost vdaj, prihodnost, kaj jaz gledam, ne? Če gledaš ti na televiziji, nikoli nimaš neomejen človek, ne? Ja. Je vedno ura. Ja. Tudi neomejene, nimaš goste, lahko povabiš, tudi če si ne vem kak frajer, vse je nek vpliv nekoga. Podcast, še posebej, če nimaš nekih ljudi nad sabo, si sam svoj šef. Govoriš, kar želiš, povabiš, kogar želiš, dolgo je kot, no, jaz več kot 3 ure ne morem, ker baterija crkne. Ampak, Hvala Bogu. Ne, hvala Bogu. In gledam, ne, da jaz sem podcast začel zato delati, ker mi je bilo dolg čas, ko nisem več imel na TV nobene oddaje, ampak gledam, zakaj me to tako veseli. Ravno zaradi tega, ko povabim lahko kogarkoli želim, Ja. pa tudi v končni fazi me boli kurat za oglede, če meni nekdo fajn, mi bo, če ne drugam, imel spomin lep za njim, ne? Ja. Ker se veš, oglede naredijo sami ekscesne pizdarije, da bi zdaj z kmetije folk vabo bi imel največje oglede, Ja. pa ga trenutno za nalaš nočem, mislim, ko vas jebe, jaz imam druge goste, ne? Pa si pa reče, pa kako kurva to noben ni gledal. In še nekaj je hec, ne? Te kratke klipi na Facebooku včasih naredijo 100 jurjev, a podcast je na 2000. Pa pizdo materno, koliko, pa rečem, ne vem, no Lenka, s katerim znanim Slovencem si pa ti dan seksala. Ja, isto, kdo je bil pa? Cp, več o podcastu. Ne bojo šli, kurva. To ta klip jim je bil dovolj. Ja. Veš kaj, lej, te podcasti, Ja. ki jih je res kot gob podeljeno. Čedalje več, ja. In tudi Ja. prav je, da so, lej, Ja. nimam nič proti, ampak res te 3 urni. Lej, jaz, veš, zakaj imam jaz podcaste v Ja. posli, da zaspim. Še A med tem veš? najnim zaspala, pizdo. Zaspim med njimi, dejansko. Ker, Ja. A veš, 3 ure ti ne moreš poslušati, razen So dobro, če se predolgi, ja. voziš. ne Raven, vem če je bil res nek res dober. No, ne vem. A veš, tudi, ne vem, Klemen Selakovič, kao Ja. prvi podcaster v Ja. Sloveniji. Mislim, jaz zaspim tudi, ko imajo te dialoge. Ja, Zaspim, lej, pa pol spet poslušam, pa Ja. spet zaspim. A veš, en pogovor, jaz sem pač novinarka in tudi sem moje te sodelavke učila, ki so imele tudi po 2-3 ure intervju, pa so ga pa pisale 3 dni. a ne. Jaz sem z vsakim gostom naredila sogovornikom 45 minut, nič več. 45 minut je čas, ko moraš ti iz njega vse zvleči, ki ti mora on vse povedati, ker po 45 minutah je samo še bluzenje. No, te bom videl, ko pridem k tebi za gosta, kako boš 45 minut zvlekla ven, pa kaj boš zvlekla ven. Ne? Bom. No, A veš, zato moraš začeti z udarnimi vprašanji. ok. Z udarnimi Isto, da si na zadnje seksu in skom. Ne? Vse potegniti Ja. iz njega in Ja. a veš, 45 minut imaš Ne, dosti. ker vem, da si, če si že omenila to, tudi pisala, vem, da si Ja. za Stop si pisala, si bila tudi Stop. sourednica celo Stopova, ne? Ja, pa Kaj za je. obraze, Jana. Obrazi, Jana, Ja. Lady, še zdaj pišem. Si me dala, Za si dala Reporter mene v kak kurčjo časopis, zdaj, v vseh teh letih. Nekam sem te Ali dala. ja, ko si me mogla dati, Ja. ko je bilo Ja. jasno in glasno. Ja. Prej mi povej, si me dala v kak fucking časopis. Ne, tudi nekako nisem opazila. Čeprav si se ukvarjal s sorodnimi temami, kaj jaz. Slovenske novice, čez 3 strani, Ja, ja. naslovke, a kurba v tvojih revijah nikoli Ne opisala. vem, kje si se zgubil.
Kje sem te izgubila? A veš, ja, lej, že nisi ven zaštrljiv. Ne, ful nisem, ja, ne, ful nisem Ja, nisi, zaštrljiv, ne. ne. Ja, ful, ja, veš, Če da smo ne. neke porno zvezde iz ne vem kje. Pa tudi naše smo delali, naše peve so mi priznali, pazi, najbolj jezen sem enkrat se prav spomnim, pizda, čakaj, kaj je že bilo? Aha, mislim, da sem zadnjo sezono enega bordela sem povabil, pazi, Lada Leskovarja, ne, našega legendarnega Leskovarja. In sem iz njega zvlekel marsikaj, kar drugi niso. Okay. Ne, novica o vaših ladjih, ne vem, kaj je bilo, da je prišel na rojstni dan nekam. Ne. Sem smislil, pizda vam materna, ne. To, kar je, ne, to ni pomembno. Ne, to, da je prišel na rojstni dan, to dajmo poslikati. Ne, sem rekel, ko vas jebe in sem pustil primer. Ste pa pisali nekoč pred leti, ko sem bil v Petru Grašu podoben, da zdaj sem tudi, ampak takrat sem bil še bolj, ko sem imel dolge lase, veš. So bili neki članki, da ima Celje nekega dvojnika, takrat vem, da ste nekaj pisali, pa ko sem imel komad ginekolog pred leti, z tega ti spomniš. Tudi ne? Ne. Doktor Risto Gartner, ginekolog za slavne, je imel komad, takrat vem, da so tudi lady in teti pisali, pol pa ne, pa samo novice, seveda žurnal, pa pol online vse možno, no pa tak na Facebooku postaneš tako močen, da končnih vali zelo medijev ne rabiš. Zdaj pa vem, da prvič sem bil meni, da stopil takrat po Grašu, to je pred let, zdaj, ko je bila jasno in glasno. No, vidiš. Zdaj sem se pa spomnil. Ja, lej, zato imaš pa PR službo, oziroma ali pa vodi sam svoj PR-ovc. Ja, pa se nisem rabo tega, ampak bilo mi je hecno, ne? Lado Leskovar je v oddaji isto karakterja to morate povedal, to kje pa ste raziskovalni novinarji? Ja. Glejte pizda vdajo! Ja, glejte vdajo! Se jim že ni zdela toliko dobra. Pa smo tam, ne? Pa smo pizda mater spet tam, ne? Pol se pa pejt, ne? Pizda materna. Alenka, vprašam te to, kar sem vprašal vse ostale goste, pa tudi tebe, ne? Kdaj si nazadnje, to sem te zaprašal za seks, kdaj si nazadnje jokala in zakaj? To te moram vprašati. Jokala. To je tako zanimivo vprašanje vedno, ja. Jokala. Ja. Mislim, jokam, ko filme gledam, to absolutno zelo rada. Prekirem si jokala nazadnje. Kakšne take, a veš, mislim, tako, kaj, mogoče tudi kaj, kakšna muska tako zraven, a veš, pa kakšni te, če je kakšen zelo dober zaplet, ali pa, a veš, tako, da me gane, kakšen dober film, ne bom se zdaj, ker filme res gledam vsak dan, bom rekla vsak večer, zelo sem filmofilka, tako kot ti. Super. Ja, imam rada dobre filme. Pri filmih zelo jokam, pa včasih, če se sama sebi zasmilim kdaj, kar je zelo redko, takrat majčkam tako pojokcam, ampak zelo kratek čas, pa si pa rečem, pa daj si joka. Pa ne boš jokala, pa daj. Nobeden ni tega vreden, nobena stvar ni tega vredna. A veš, to zdaj, ki je bil ta medijski pogrom zaradi te majice, sem rekla, daj. Ko vas jebe. Kolikrat točem to, kolikrat so te že, a veš, če me ni zraven, me lahko tudi tepajo, razumeš? To meni nič ne pomeni. Mislim, koža je čez in čez pod plat postala, neobčutljiva, mislim, nič nisem slabega hotla, to vem in lej, karkoli pišejo o meni, me boli, res me boli. Kaj po orgazmih jokaš daj? Tudi sem že, ja. Zakaj? Zakaj do tega prije? Da bi strokovno to razložil, če znaš. Tako je fajn. A veš, orgazm je pa res. Ja, se po orgazmu smejim, pizda, zakaj bi se jokal? No, ali se včasih meni, ko pride, Ja, jaz čas ko točem, veš, po posli, polno. Zakaj bi se jokala, da izenačem. Ja. Od sreče. Ja, tako, od lepega, ja. To so tako dobri občutki, to so najboljši občutki na svetu. To je... Mislim, ne bom ti ugovarjati. Edino, kar me moti pri moškem orgazmu, je moti to, zakaj orgazm ne traja, ne vem, 20 minut, pa seks pol minute, ne? Zakaj ni obrnjeno, ne? Zakaj orgazm, če si res mojster, pol minute, da to zakaj ni kontra, ne? Da bi ti 20 minut prehajali pizda materno, seksu je pa samo pol minute, ne? Zakaj je to zasukano, ne? A veš, preveč dobrega ni dober. Aha. A razumeš? Ja, ženska lahko večkrat, ženski ni problem, ne? Ja, kaj ja? Ja, kaj ja? Moški ste pač samo oplojevalci, lej. Ja, no, narava vam je zato dala par sekund. Pa smo spet kavni. Ja, dobro, ne. Zdaj, če proti koncu, da ne bomo predolga, ne, da ne bomo zaspali ljudje, obrnemo malo vlogi, ne. Vem, da me, če bom pa to tvoje udajce vprašal, pa vseeno, zdaj smo tukaj, pa ti dam 3 vprašanja, ko me lahko vprašaš zdaj, ne. Imaš to možnost in izvoli. Ja, pogledajo, se že napenja. Se že napenja, ne? Ja, se že pizda, ja, no, kar izvoli. V čem je seks z Moniko tako drugačen od prejšnjih tvojih seksov? Ja, lej, to sem že prej ti malo namignil, pa ti še enkrat ponovil, ne? Gre za kemijo. Gre za privlačnost,
Gre za to, da je nekomu točno to, kar je tebi všeč, enako všeč z obeh strani. Se pravi, ne vem, moja scena je to, ne? A kurba, ti ni to tako fajn. Sej s časoma ji bo, ampak vse ni to njena scena, to je moja scena. Kontra, recimo, ja, meni pa najbolj paše to. Ok, se bom ti delal to, ne? Ampak še vsem ne bom toliko fejs užival, kot bi užival v tem, kar pa je meni fajn. Tukaj so pa stvari, ki so meni najboljše, njej najboljše, pa ne zato, ker ji morajo biti, zato, ker so res. Ne? In ta kemija, ta privlačnost pizda, kako bi ti to razložil, no? Ko ni treba, jaz sem vedno rekel, ne, da če ne letijo cote po luftu, to ni seks. Ni res, ne rabi leteti cote po luftu. Ti se lahko samo s človekom v poslu vležeš, pa te on pogleda, pa ga ti pogledaš, pa naredi, ne vem, čuj, to je dovolj za trigger. To je konc. To je dovolj za trigger. Ne? In zato je seks z Moniko tako maestralen pizda, ker je tako, da bi se res poznala 1000 let, ne? In vse tako lepo pride, vse tako lepo se zgodi, ne rabiš odvečnih besed, ne rabiš pizda odvečnih gibov, kot da bi bil tako Jan Plestenjak, ko ima naštudiran nastop, pizda na odru, vsak gib, točno ve, kako in kaj. Tukaj vse, kar se naredi, se poklopi, tako kakva filmska mojstrovina, ko je vsak stavek, vsak pogled, vsak kader točno tam, ko mora biti, tak je tukaj seks. Ne? Se pravi, vse laufa brez odvečnih, ne znam ti res je dober in orgazmi in gor dol pizda, tako sem rekel, pri 51 letih, pa mi ni narodno priznati, je to moj najboljši seks v lifeu, kar je, pa nisem jaz od včeraj, ampak to je neverjetno pizda. In drugo vprašanje, v katerem delu telesa se ti najbolj dogaja? Mislim, zagotovo je, ne. Lociraj. Ja, ne, glava je bistvo, ne. Okay. Možgani so bistvo, ne. In ko se možgani narajcajo na zgodbo, ki sledi, ne, sprav, ko jaz ne vem pomisliti, zdaj bom pa jaz se dotikal tega, dotikal uma, zdaj bom pa jaz fuck. Pa se ta dražljaj z možgan prenese na celo telo in je celo telo erogena cona, ne. Seveda, bistvo je falus, kurac po domačem. Ampak možgani naredijo zgodbo, ne. Možgani naredijo zgodbo in ko rečejo, da pri moškemu, ko mu pride, ne more fejkati. Ja, drži, ampak totalno drugačen orgazm je tudi pri moškemu, če samo ejakulacija, ali pa je cel sistem in je ejakulacija samo del tega na koncu. Ne? Recimo, da bi ti daj prehitro prišlo, ne? Pa nočeš, da ti pa ti pride, ni vajni orgazm, ker si ga zadržval v glavi noter. Ne? Rezultat je enak. Ampak v glavi ti nisi potešen. Ko si pa ti v glavi potešen, pa rečeš, fuck, pizda, jaz sem ful glasen, ne? Pa se smejim, pa fuck, pa kar govorim polo, pa kar obnavljam vse, kar se je zgodilo, pizda, ko mali otrok, ne? Ja. Ampak res, veš, že sam tist, ko ti to svojo osebo, ko ti ljubiš, ko ti norino, ko jo imaš rad in ko ti vidiš, pizda, njeno telo, njene stvari, njen odziv, mene vedno vzburi pri ženski, ko vidim, ko začutim odziv na to, kar jaz delam. Ne? Da je ona pizda, da se ti preda, da se prepusti, da ti zaupa, da ve, da z njo znaš, da ve, da pizda. In ko vidiš to ti, pa ti to še 100-krat traje, neke stvari počneš, ker vidiš, koliko nor odziv je nazaj. In takrat je pol seks res fenomenalen, pa tudi to, da ti vse v bistvu, kar želiš početi, narediš. Ne prašaš. Ker tako veš, da bo fajn, ker je vedno fajn, pizda, ne? Ko sem se razgovoril. Ja, naslednje vprašanje. A se res ne bojiš, da bi kdaj ta strast minila? Lej, jaz ne vem, kaj bo čez 10, čez 20, čez 30 let, bom takrat že umrl, ne? Ampak sploh ne razmišljam o tem, ali bo minila ali ne bo minila. Ne? Smo tukaj in zdaj. Ne? Pa tudi, če bi minila 80%, bi bila še vedno fenomenalna, ker je zdaj itak 300. Ne? A veš, ne? Ampak ne vidim razloga, razen če to zboli, ne? Če kdo, ne vem, ima telesne probleme,
da pizda, ne vem, se začne slabo počutiti, ali ga boli križ, ali pizda, nekdo postane, bog ne daj, kak invalid ali karkoli. To so druge stvari. Takrat veš, da pizda ne more biti več enako. Pa ne, ko si star 80, ne stoji mende več pizda, rabiš, ne vem, Viagro, Kamagro, koji kurac obstoja, no še v tem ti moram pol nekaj povedati zanimljivega. To je nora zgodba, ampak hočem reči, ne razmišljam, da bi lahko to minilo, ker mislim, da smo skupaj s podlago bo en let. Kul pa po enem letu bi pa že vse mogo ti malo tega meda polizati. No? Jaz mislim, da po enem letu pa ti se ne moreš obnašati, kot da si jo prvič videl v posli. Jaz mislim, da bi pa vsem že mogo malo reči, veš kaj, se vsak dan nama pa tudi ni treba, da ima en dan spustiti, pa bomo jutri videla, ne? Po enem letu bi že mogli. Vsak dan seksata, boš rekel? Vsak dan? Vsak dan. Mi se vsak dan vidimo, ne? Ne živimo še skupaj, ampak se vsak dan vidimo. Okay. Jaz ti povem, jaz se ne spomnim dneva, ko česa ne bi bilo med nama. Pri mojih 51 letih, ko mi je rekel prijatelj, normalno, da ne seksa vsak dan, ker si nisi več star 18. Kurac. Nima veze, koliko si star, če je zraven prava oseba. Pa lahko imaš ti novo žensko, pa ne boš vsak dan, pa enem letu, ti prisežem, ne boš, ni normalno. Pa ne govorim, da tu gre zdaj med nama, veš, ko reče, ja, to je zdaj sam seks, pa druga ni neka bolana strast, cel dan sta v posli. Ne, mi smo lahko v posli 5 minut. Pa je hiter seks, pa gremo početi potem, pa gremo gledati film, pa gremo na koncert. Nima to veze, ne, da je zdaj samo to. Smo že dala tudi tem letu toliko stvari skozi, ko mogoče marsikaj drug par v 10 letih ne, smo si že mogli tudi strani stati, so bile že tudi takšne in drugačne stvari, pa smo dokazali si, da smo na pravem mestu, ampak hočem reči, pa veš, ne, pa reče en tak moj prijatelj hecen, pa kaj, ona da pobudo, kao, da mora skozi, moram, se pa mi ne bi stal, se ne more, kak moram, ne, s neko stari, če ona ne bi rekla, bi jaz rekel, če jaz ne bi rekel, bi ona rekla, vedno nekako tak, veš, pa tudi, če midva greva v posteljo, ne zdaj pa gremo seksati, ne vem, se neki menima, hecama, pa tak tisti pogled, pa tisti, no, se kar zgodi, ne? Veš, in ti povem, da po enem letu, pizda bi morali to malo, pa se mi da je čedali boljši, pa tudi seks je čedali boljši, in zato ti jaz to razlagam, da moraš najti dream team. In še nekaj, ne, jaz mislim, da na ta način, pa toliko smo že tudi stari, da kurba, zakaj bi zdaj to zašuštro, zanemaril, delo bedarije, prizadev nekoga, kurba, pri 51 letih, zdaj pa poročil si se stari, da zdaj pa bodi, pa tudi ona, tudi ona ni več rosna mlada pizda, ne, se pa pridem toliko stara, ko jaz, 2 leti mlajša, 3 leta mlajša, in zakaj bi že to zajebat, ne, in če to neguješ, in če človeka imaš res rad, jaz mislim, da strast ne more umreti, no. Jaz tako, zdaj razmišljam, če 10 leti moče rekel, Alenka Pečko, materno, ne. Bova imela intervju. Ja, če mu še živi, ne, ampak res, ne, no, in ko sem rekel, da ti bom povedal tist v Viagri, moj dober prijatelj Peter Thaler, ne, sloviti modni kreator, celjski, legenda celjska, ne, sem ga pred leti že, ko še nisem vedel točno, kaj mi govori, to več, kaj sem že rekel, ampak zdaj paše, sem ga malo pohecel, rekel, čuj, Peter, ne, Viagra, Kamagra, rekel, pa kaj si ti normalni, rekel, jaz se na svet povem, se je rekel zelo grdo, ampak je imel prav, sem pol pogruntil, rekel, kaka Viagra, kaka Kamagra, lukno je treba zamenjati. Sem rekel, kva? Rekel, tako sem rekel. Rekel, kako to misliš, ne? To je grdo rekel. Ja, zelo grdo rekel, ampak kaj je on dejansko rekel? Ni on rekel, najdi si ljubico. On je rekel, če je ob tebi prava ženska, si lahko star tudi 70, pa ne boš rabo Viagre pa Kamagre. To je on meni takrat povedal. Pa jaz to nisem štekal, nekih krvanih seven meči, nekih kurat stari, ne. Ne, zdaj razumem. To je on rekel, pizda. Ne? In jaz, pa se spomnim za nazaj, pa sem bil tudi mlajši, jaz vsak dan nisem nikoli seksal, s tim nora, se mi ni ljubila. Ne? In še nekaj je, ne. Pa kaj mi je tudi všeč tu pri tem sistemu, ne, da to ni več tist, ko imajo neke ženske, ne vem, pa ne vem, ja, lizanje, 3 minute šlaten, 2 minuti, pa rabi, ne vem, pol ure porivanja, če ne pride. Kaj, če ti pol ure pizda, ti znan, ne boš mogel porivati. Kaj, če ti ne da, ti pride, pa če ne gre, ne. Ja, jaz imam rada, da me žgeš 2 uri. Kurva, si zdaj mene najdla s tem pičkom, meni že po pol rata dolg cajt. Na pamet govorim, ne, veš, ne. Tukaj tega ni. Tukaj
je lahko čist drug sistem. Ne vem, liza na pol ure, pa je seks na minuto, pa smo vsi srečni. Ne? Ni teh kurčevih pravil, veš, ko imajo neki ljudje, pa zdaj ona meni fafa, zdaj moram jaz njo lizati. Pa čakaj, kje to piše? Zakaj? Saj ti ni to, dam trgovina. Spontano, pizda. In to jaz polagam ljudem na srce, pizda, res, najdite, pizda, če se le dano, da tisti, ko ste že v zvezah, tisti ste že tako zajebali, če ni neštima, ampak najdite dream team, pizda, v spolnosti. Ni to vse, seveda ni vse. Pa pride do pa pol spolnost ni več taka, ko je bila, pa pride do bolezni, pa so otroci, pa gor dol, vse razumem, sam pizda. Če to ne štima, boste imeli problem. A pa ste se mogla saj na začetku, zdaj si rekel, da je 1 leto tega, ste se mogla saj na začetku pogovarjati, veš? Meni tole paše. Ja, midva smo se palila že online, malo smo se pogovarjala, ampak ne, veš kaj, ni bilo fore, da bi se zdaj prav šla pogovarjati, zdaj kaj konkretno, komu paše, tako ekstremno, veš kaj je bila fora? Fora je bila, da je vse, ko smo začela početi, prvič, drugič, tretjič, se je kar nekako pokazalo, kaj komu paše, in se je kar pokazalo, kaj je meni najboljše na svetu, je kar kurba njej zadogajalo ful, ker veš kaj je fora, tudi pri ženskah, to tudi mnogi ne vejo, pa večkrat poudarim, z enim je ženska porno zvezda, z enim je nuna, pa ista ženska, pa reče, meni pa nikoli ni pasalo lizanje. Ja pa čakaj, si imela kdaj koga pizda, ne tehnično, ko si je to res želel. Ne, ker te je pripravo za naprej, ko je sam v tem uživa. Ja, to pa, vidiš pizda, ne? In kontra isto, veš, moga fafam, zato, ko moga moram. Čakaj, kakva beseda, to moram, pizda, ne? Ne, on vidi, da ti kurba še ko njemu ni, da ga hočeš, pizda, da rečeš, ne ti bo, ne? A veš, ne? In to je ta fora. In če to zaštima, če to zalaufa, jaz mislim, da je to čudovito. Če pa, tako smo rekli, še vse drugo zraven štima, da ti vidiš, da je partner tvoja opora. In jaz sem vedno rekel, Monika, jaz ne mislim na te, jaz pazim na te. To je velika razlika. Misli zna vsak. Ok, paziš, pa še v smislu paziš na nje. Lej, pri meni si varna. Jaz sem tisti, s katerim se uštimila lepo. Jaz sem tvoj varni pristan, jaz sem tvoja sreča, jaz bom tisti, ki bo vedno poskrbel, da boš ti srečna. In kontra je avtomatsko se zgodi, happy wife, happy life. To je prvo pravilo, ki velja. Če žensko usrečiš, boš dobil krat 10 nazaj. To jaz garantiram. Se strinjam. Prvo sem pameten. Izjemoma se strinjam s tabo. Alenka Sivka, predno končava, pazi, predno končava. Pride še orgazem. Sam z mano ne, boš mogla masaja si dobiti. Predno končava, da te vprašam še zdaj 3 take konkretne vprašanja, morda, tvoje najbolj noro seksualno doživetje, ki ga držneš si nam povedati, zdaj tu, da te nabijajo na križ, je bilo kaj razen tistega trojčka, ko si se prej hvalila nekaj, da si probala, je bilo kaj, da bi rekla, pizda, tole pa moram, tole je bilo pa. Je kaj takega ali ni? Mislim, mogoče lih ta trojček je bil res nekaj posebenega. V bistvu sta bila oba moška, ker nisem bila z njima nič vezana čustveno. Pač zgodil se je tako, je bila pač taka situacija, ker smo en prijatelj, recimo, da je to malo naštimal. In mi je bilo fajn. Fajn je bilo pa zato, ker se je toliko dogajalo, ti ponavadi slediš enemu, kaj ti dela, mi to dobro dela. Tle se je pa toliko dogajalo, ker so bile pač 4 roke, pa 2 jezika, pa ne vem kaj. Da mi je bilo tega, se mi je pač mešali, je bilo fajn, razumeš? Pa si ponavljala pa to zgodbo? Ne, to je bilo samo enkraten dogodek. Zakaj pa to? Pa ne vem, pa ga imam v lepem spominu, pa tako, kot sem ti rekla, zame je seks drugače res tako nekaj intimnega, da ga ne bi delila kar z vsakim. Pa sta moška kaj med sabo tudi počela? Ali sta se samo s sabo? Ne, samo z mano sta se ukvarjala. To te ne bi palili, da bi moška kaj med sabo se šla? Pa lej, mogoče, ne vem, najbrž, nimam nič proti. So se ti zasvetle oči, da te vidim, Se prav moram ponoviti. Ja, ne vem, mislim, ker nekaj čakaš. Magar ste mi masaj svojimi tam se zmeni, pizda, Dobro, nismo še tam. Ok, kaj pa žensko zblag daj? Žensko nisem bila, a veš? Čakaj. Pa mi je skoraj žal, mislim, bi s to mojo radovednostjo, veš, da bi poskusila. Pa to?
Pa tudi mi je bila že kakšna ženska tako všeč, tudi seksualno, da bi poskusila, ampak nekako ni prišlo do tega. Ni prišlo do tega. Ja. No, se pravi, kaj je to tvoja neizživeta fantazija? Je to, ali imaš kako drugo še? Fantazija, a kar se seksa tiče, govoriva. Ne, politike. Ja, že seksa, pizda. Mislim, kaj pa vem, niti ne. Niti ne, si vse probala že, kar si htela. Probala, veliko. S Kitajcem zbila? Ne. Pa si tudi ne želim. A ne? Neka mamička, ne. A to je tudi neka fama, ne? Zdaj, če je res, ne vem, ne? Lej, kar verjamem. No, koliko je pa največji ta penis temnopolti bil? Koliko je bil največji, ko si ga ti videla v živo? A misliš, da meram? Pa recimo, cca, no, kot strokovnjakinja, no, za to. Mislim, en je imel res ogromnega, tako da sem se kar ustrašila. Kaj je to, 30? Tako, kot sprej pokazal. To je več kot 30, pizda. Ja, pa kaj, mislim? Ja. S tem so bile malo težave. No, pa to ti govorim, ne? Ja. Pa ni bil moj laver, pač samo enkrat so bile skupaj. Ampak kot občudovanje je bilo pa lepo za videti. Ampak, veš, je, valjda, kar tako malo pogledaš. Vse svetu. No, ne vem, mislim, prašam. Ne spomnim se, ki je bilo tega že toliko let nazaj. Ok. Alenka, tvoj zadnji stavek, smo kaj pozabila mogoče še povedati, prej sem omenil, sicer to sem zdaj izven konteksta, zdaj butam, no, ta lepo zgodbo, ko si jo omenil, ko si tisti družinci pomagala. To je bilo zelo super. No, to je pa recimo novinarstvo kot tako, ne sem novinarka dejansko. Iz črnskih kurcev do dobrodelnosti. 40, več, 45 let, začela sem kot študentka. Revija Telex, Val 202, RGL, Revija Stop, druge revije, vse sorte televizij, časopisov in ne vem kaj. In dejansko je to najlepša zgodba, bom rekla, v mojem novinarskem življenju, ko sem napisala tak članek, ko sem obiskala to družino, najprej je Rok posnel film. Rok, potem sem šla jaz pogledati to družino, se jim nekako približala, preko kmetije, ne boš verjel, gospa je gledala kmetijo in sem jaz rekla, jaz sem pa tam bila in tako naprej. To je bila res ena posebna družina. In jaz sem pol napisala članek v smislu, ker so me res dotaknili kot družina, ker so imeli zelo zanemarjeno hišo, ker so bili s posebnimi potrebami in tako naprej. In sem tako napisala, tako srčno bi rekla, res zavzeto članek s strastjo, da kaj jaz kot ena uboga novinarka lahko naredim tej družini, kako jim lahko pomagam, da se je ta zgodba dotaknila ene gospe Nuše Rustja iz Rdečega križa v Novem mestu in je ona sprožila akcijo, da so tem ljudem obnovili hišo, razumeš, jih spravili v družbo nazaj, se z njimi ukvarjali in to je zame, se pravi, najlepša novinarska zgodba mojega življenja in takrat sem res vedela, da ima moj poklic en smisel. A veš, res, to je bilo, a ne? No, in če smem zdaj še jaz tu ne pohvaliti, ampak zanimivo, podobno zgodbo, ne, po vseh teh letih, teh seksodaj, pa kaj vse smo tam počeli, pa koga vse smo imeli, pa pizdo materno, pa ko sem vodil ta erotični sejem v Ljubljani z Rokom Šifredijem, pazi, ki je to, kar je Tom Cruise za Hollywood, je Roko Šifredi za porno svet, več ne gre, ne. Sem pa 2 leti nazaj, ravno zdaj mi je Facebook vrgel spomin ven, zato sem se spomnil, za enega znanca, na pol prijatelja, ki ga je zdela možganska kap in so mu odprli glavo, da so mu spustili ven, ne vem, ko mu je zateklo so v možgani. In jaz to vidim in vsi, bogi, pa sem nekaj, kurba, tole moram jaz nekaj, sem začutil nekaj narediti, sem organiziral dobrodelni koncert s 50 nastopajočimi, pazi, par zelo dobrih imen je bilo, od Smolarja do ne vem koga vse. Odvodil vse to na odru gore, trajalo 8 ur. 3 mesece promoviral, vse posod, hodil, gor, dol, levo, desno. Na koncu smo zbrali tam, mislim, 10 ali 15 tisoč evrov, kar je bilo top. Ne, in od vseh projektov, na katere sem najbolj ponosen, pa bi lahko rekel to pa to, ne bi omenil tega. Če daj gremo v raj, pa bi tam šel peko, ampak dobro, bi rekel, lejte, tole sem pa za tega Antonija, sem pa jaz naredil, da je njemu lažje. Pusti to in tako si rekla ti zdaj, ne? In na to sem mogoče tudi jaz, ker to ni bilo moja značilnost, neka dobrodelnost, ne? Mogoče res najbolj ponosen, pa sem mislil, dobro, sem rekel, lej. In takrat so tudi mnogi rekli, lej, Ted Gardner, pa se pa ne govori samo o seksu. Pač nekaj druga, ne? In so me pa začeli tudi mnogi, in sem pa zaradi tega
se mi je po tej vdaji marsikaj odprlo drugega z tega koncerta, ki je bil seveda for free, sem pol na ta račun dejansko sem videl, pa pizda, glej, končno so ljudje poštekali, da je ta bordel samo vloga, en del mene, pa da znam jaz, sem tudi med covidom sem jaz na TV3 sem vodil vdajo Dobra volja z Istokom, kjer smo imeli od otrok do vsega noter, ni imeli nobene veze z seksom, ne? Ampak te neke stvari te zaznamujejo, ne? No, kakorkoli, no in viš, tukaj imam podobno to zgodbo, da sem bil res ponosen na ta projekt. Čeprav, a veš, tudi to, a ne, ko si imel ti recimo to, ko praviš vdajo v seksu, pa to, ko sem imela jaz, a veš, to je rušenje tabujev, širjenje meja, ki se mi pa tudi zdi zelo pomembno. A veš, to, da sem jaz imela vdajo pred 35 leti v seksu, a veš, in sem res, marsikomu najbrž odprla oči, a veš, ali pa dala neko veselje mogoče, a veš, do seksa, ali pa da je malo razmišljal, ali pa, a razumeš, pa da je videl, da so to lepe stvari, da se da o tem lepo govoriti, a razumeš, to je najbrž tudi, bi rekla, neprecenljivo, ena dediščina, ki jo puščam za sabo, upam. Jaz sem videl tu pri sebi, bila največja fora, kar mi je najbolj pomenilo, en zapornik, ko je prišel ven zapora, sem ga poleg celo gostil v vdaji, neko erotično knjigo je napisal, rekel, veš, v zaporu nismo imeli stika z ženskami, in so vedno gledali svetovna prvenstva v fuzbalu, ki so bila včasih zvečer, nismo se pa skregali s pazniki in smo hoteli gledati tvojo vdajo, ki si nam kazal Joške in smo bili najbolj srečni. Sleko, ko te pa zaporniki pohvalijo, kurba pa veš, da si zmagal. To pa res. In to je bilo pa ono full this fuck, ne. In potem sem ugotovil, da dejansko, jaz sem vedno mislil, da moraš z vdajo priti na neko veliko televizijo. Ti lahko imaš veliko vdajo na mali televiziji, pa si car, ne. Ampak res, da je bilo pač o seksu, jebi ga, ne. Ampak eden je mogo, ne. Eden je mogo, ne. A veš, rušenje tabujev je velika stvar. To je res, A veš, to je kar poguma, ne. Sam na koncu veš, kaj ugotoviš, da ti dejansko pa to škod, ne. Od tega živeti nisi mogel, vsi se te bojijo, ne, to je ta, ne, in kurba na koncu ugotoviš, da bolj, da tega sploh ne bi bilo za nadaljnjo kariero, ker imajo vsi v glavi tamo, to. Da samo o tem znaš govoriti. Zdaj pol vidijo, da temu ni tako dobro. V podcastih še vedno preklinjam še vedno zato, ker lahko, na radio ne smem, na prireditvah določenih ne smem. Včasih sem bil večja budala, sem preklinjal vse posod. Potem sem pa ugotovil, da te razne provokacije so dobre eni tretjini ljudi, vsi ostali pa rečejo, ne, in ne rabiš provocirati. Ko si enkrat že znan, ti samo prideš. Si že kralj, ne rabiš ti se ven metati konstantno, ne? To se moraš naučiti. Ker recimo se spomnim, tudi še sam povem, ne moram bi že končati, ampak dobro, eno pesniško zbirko je izdala ena moja znanka, erotično. Recimo 10 let nazaj bi jaz začel prireditev, kaj je, fukate kaj, ne? Rekli, kurba, čakaj malo. Tu sem pa rekel, takle gledam vas malo, vi gospa pa že dolgo niste bila poredna, ne? Rekel sem enako, ampak... Na lepši način. Bolj elegantno. To se moraš naučiti. In mogoče, če bi jaz danes imel Gardnerjev bordel, mogoče ne bi več tako preklinjal, kot sem takrat. Ali pa bi, ker v podcastih vem, da me, ampak ne namerno, ne? Vem, da sem imel s Plestenjakom podcast, ki je velik gospod, ne? In jaz začnem, Jan, pizda ti materna, prekleti kurac, pa me gleda, kurva, se kolej, veš, ti si tak dober, Jan, jeben ti mater pizda. Ampak nenamerno, enostavno sem padel not, pa je rekel, veš, isto pizda, meni je pa glih všeč to, da preklinjaš, ker si krval pod kožo in taki ljudje so meni všeč, ne. Zdaj pa mnoge to moti, ampak jaz rečem, v vseh teh letih, dajte se že enkrat navaditi, da tak pač je in dajte mi mir, ne, in evo, in to je to, ne. Da tole pride ven iz tebe. Zadnje vprašanje. Še kar vprašanje. Ja, itak, jaz sem novinarka. Zakaj z Moniko ne živite skupaj? Ja, to še ni čas bil, ne, lej. Mislim, poročena sva, delamo na tem in zdaj še se bo smejala, ampak kaj je tu zgodba? Vsak ima svojega psa. In najprej se morajo psi navaditi in jaz sem za svojega puja pomerančka občutljiv, to ti mogla mene videti, jaz sem fuken. Mene je strah vsega, lej. In ona ima francosko buldiko. Jaz imam v glavi, da ga bo ubila, pizda. Pa čakaj, ne bo ga ubila. In zdaj se začela se družiti. Dvakrat, trikrat brez mene. Sem rekel, ti mej to urej, mi pošli sam slikice. Drug problem, jaz imam doma 3000-4000 vinilnih plošč, 2000 DVD-jev, 5 marcot. To treba zorganizirati. To treba meni dati posebne sobe, to treba, razumeš, to nikaj tako, zdaj pa prije, zdaj mi gledate, tako, ne, ampak imamo plan, ker vidim, da je tudi to bo lepa zgodba, da bo tudi to, seveda zdaj se poročiti pa na razen živeti, čeprav se zmija, se vidimo vsak dan, pa spima drug pred drugom večkrat, ampak nismo še ampak bova, je plan, tako da bomo tudi to uredili, ne skrbi, ne.
Mislim, če te skrbeli slučajno. Malo me je skrbel. Ne, bomo uredili. Ne. Alenka Sivka, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, prelomni je kaj? Ono prelomno, ne. Tisto, da bi rekli kurba, ne. Ja, da si ne vsaka ženska privošči masaja enkrat v lifeu. Ne vem, ugibam. Ja, bom pa res rekla, mogoče, če recimo, da je ena Slovenka, tako sem si predstavljala. Ni zdaj glej, zdaj. Ko sem bila jaz tam na Zanzibarju. Ja. Tudi ženska, ki je starejša, ki je mogoče malo bolj obilna, kakršnakoli, pa da nima dosti samozavesti, greš samo po plaži na Zanzibarju, preletijo Masaji, domačini, imaš samozavest, ti skoč na 100, a razumeš? Ja. In je to res, mislim, nek poseben občutek. Pa imejte se rade ženske, kakršnekoli ste, res, dobre ste, super ste in cenite se, ne pustite moškim, da vas zapostavljajo, da vas ponižujejo, karkoli. Imejte neko svojo vrednost in pri tem ustrajajte. In tudi, če morate biti za to same, recimo tako, kot sem jaz se imam sama enkratno, čudovito in da se biti sam in srečen. Zdaj, če rabite moškega, da ste srečne, imejte ga, ampak naj lepo z vami dela. Evo, to je moje sporočilo. Če si lepo povedala. A sem? Smem nekaj dodati? Pa dej, no. Glavna napaka žensk, ne? Ja. V dojemanju same sebe, ne? Ja. Moški, ki je na tebe nor, ne bo videl nobene gube, celulita, nobenega celulita, ja, se strinjam, nobenih odvečnih kil, ti boš njemu lepa. In to ženske pozabljajo, ko se slečejo. Ja, tega se mora zavedati. Ne bo videl, on je nor, on se bo osredotočil na neke zgodbe v svoji glavi, boli njega kurec, kje je celulit. Dajte si to enkrat zapičiti v glavo, ne? Da to obsedeno hujšanje, pa lepotni ideali, če kjeri paše, ne si poveča prsi, ne si poveča usnice, ne si dvigne kožo, ne da botoks, jaz ne spredi temu. Delite, kar čete, če vas se boste boljš počutili, sam pretiravati. Ne. Sam moški jih morate pa tudi hvaliti, a veš, ženske pa tudi obratno. Ja, sem pa zihec, ti jo lahko hvališ, ne vem, koliko hvališ, če ona v glavi ima, da ni, ne bo pomagalo. Alenka, ne bo pomagalo. Ti lahko žensko imaš za boginjo, pa če ima ona v glavi, da je grda, ne bo pomagalo. Tudi pa povem, da to je pizdarija. Ženska mora sama zgruntati, kar je umetnost včasih, da ne rabi biti pizda Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Kim Novak, Ava Gardner v najboljših letih. Moški, ko bo na njo noir, jaz vem, ko se moški pogovarja med sabo, pa noben ne vem celulito, ima velike oške, pa boli ga kura z drugo in glej, pornografija, če gledaš, vsaka ima tam posel, debela, suha, rdeča, črna, pobrita, kosmata, vsaka ima posel pizda. Še prostitutke, vem mnoge, veš kakve so, če pa čakaj, ja, vrsto ima pizda. Zato, ker moški ne gleda na to, če je na tebe nor, če je na tebe zaljubljen, imaš pa kretenske moške, kot te bo pa šimfo. Kaj si se pa ti zredila? Ti si je pa jeba. Tam tiste pa, tako si prej rekla, tiste pa res, se tudi kontra zna biti isti kurac. Jaz vem, pizda, pa si dati ne kak frajer, pa da ti bo rekla, čuj, ti pa nimaš tako velike, kot si mislila. Ja, ne o tem govoriti. Samomor, to Bog ne daj, pizda. Najlepšega imaš, najboljšega imaš, kaj je dosti velik, ne daj dosti, super je, tako moraš govoriti. In moški isto kontra žensko, to lahko res zbiješ. Ampak če ženska v osnovi nima samozavest dodelane, boš lahko ti karkoli govoril, ona se bo vedno videla narobe. In to jaz vedno hočem ženskam dopovedati, ne obremenjujte se, ne s kila, ne s tem, ne onim, se lepo, da skrbite za sebe, da ste vedno seksi, da se ne zapustite, ampak nima veze s kilami, pizda. To ima veze s samozavestjo, s sistemom, gor dol. In vaš moški, če je pravi, če vas ima rad, ne bo videl načnih. Še napake so še lušne, pizda. Starejša ženska, vsaka guba, vsaka fora, to je del njene zgodbe. Se ne moreš biti, kaj boš ti imela telo 20 let in se čist pizda, nisi stara več 20. Pa si res fukena, če tako razmišljaš. A veš, ne? Nehama zdaj, kaj? Nehama. Da sem samo seksala, si rekla. Koliko je že ura? Danes? In lihno bom tako zaključila, danes me je ta tip moj pač pohvalil, ta lavar. Rekel, ko imaš meho kožo, koliko mi je všeč tvoje telo. In jaz sem njemu rekla, meni je tudi tvoje telo, mislim, da best, res, kako paziš. In mislim, super, in sva drugega pohvalila in jaz sem se kar stopila. Razumeš?
Iztok. Ja, no, ne vem, mislim, ne vem, mislim. Ni važen, to ni važen, no, to važen sem je, da je hotel. bilo nama To lepo, sem hotel, da sem te da me je lepo hotel sem te božal. sprovocirati. A razumeš, da Pa vem, to, da si da je bila brihna. kemija. Vem, da si brihna. Končno si prišla gor. Super je bilo. Končno si prišla gor, da Super ni je vse v Masajih, opisno Ni materno. vse v Masajih, evo. No, zdaj, To je sporočilo. da ne bojo Zanzibar več spustili. Nič, dame in gospodje, to je bila Alenka Sivka. Bilo mi je izjemno čas, da je bila z mano na tem kavču. Zelo se je razgovorila. Vedel sem, da se bo, ne, ker je naša, ker je fajna, ker je simpatična. In še enkrat zaključujem s tem stavkom, da res ne težite. Ne težite ljudem, ki se imajo fajn, ne težite Alenki, ko se ima fajn, pizdarija. Komu dajte težiti tistim, ko res delajo slabo. Ja. Tistim težte pizda, ne ljudem, ko se imamo fajn, ko nekaj dobrega delamo pizda in kaj je problem. Nasmejte se, sprostite se, uživite. Če pa hočete, pejte pa v Zanzibar, pa se kresnite s temi Masaji, tam gor tudi vi, ne, lej, kaj je problem, ne? Ja, lej. Polkanih je. Sem dobro rekel? Dober si rekel. Pa no vidiš, evo, to je to. Evo. Hvala lepa in čau. Čau.